Ljudje in ljudine, poslušate 184. epizodo podcasta Obot, podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo, preizkušamo in poslušamo serije filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov, od F do Z, Obot, od Bene Gesserit, odrinjeni Dunedajci, tako kot skoraj vedno, Mito Gegić, servus, Igor Harp Yo. in moja malenkost Aljoša Harlamov, tokrat prvič z nami, zgodovinar, novinar, ljubitelj dinozavrov, to sem tudi nekaj prebral, filmski kritik in pisatelj Žiga Kastelic. Živijo, Žiga. Živijo. Kako si? Fantastično danes. No, take imamo da reči, ker so fantastično, kljub slabemu vremenu. Pa Ljubljana. Okay. Tudi Ljubljana. V slabem vremenu, ne samo Ljubljana. Ja, glej, bela Ljubljana. To je zato, ker pač se vse rusi. Današnja epizoda je posvečena čemu drugemu neki filmu Dune, Peščeni planet, drugi del, kot je film naslovljen v slovenskih kinih, ki ga lahko še vedno ujamete v kinu, kjer bo najbrž še nekaj časa. Čeprav, Igor, kako so kaj podatki za Dune, a je fajn gledan? Ja, je najbolj gledan je, mislim, da če bi bil slovenski, bi že skoraj dobil zlato rolo. Ok. Ja. No, okay. Ampak ni slovenski. Ja, njegova napaka. Če torej omenjenega filma še niste pogledali, potem najbrž imate življenje ali nekaj takega in za vas velja pošteno opozorilo, da bomo o njem govorili brez zadržkov, torej z vsemi kvarniki, zato si ga morda najprej pogledajte, preden poslušate dalje. Če pa ste film že pogledali ali pa ga niti ne nameravate gledati, vse sorte ljudje obstajajo, kaj pa mi vemo, potem pa zaščitna očala na nos, zaprite usta, zacepetajte po tleh in potem zajahajte tega črva z nami. Maestro. Lisan Al-Gaib! Okay. Skratka, danes delamo spet Dune, Peščeni planet, to smo delali že prvi film, pejte si poslušati tudi tisto epizodo, nisem si pogledal, katera številčno je, ampak če vtipkate Obot, Peščeni planet, boste gotovo našli. Film je nastal, oba filma sta nastala po prvi knjigi, ki jo imamo seveda tudi v slovenščini, knjigi Franka Herberta, Dune, Peščeni planet, ki jo je prevedel eden od nas, ne povem vam kdo, ugibajte. Išla je pri založbi Sanje in za letos je napovedala, Igor, si rekel, peta tudi pride, ne? Ne vem, če ne sem peta ali celo peta in šesta. Okay. Ja. Skratka, Sanje bo še nadaljevale z Peščenim planetom, tako da si umislite knjige, če še jih niste in če ste zdaj pogledali film pa vas je navdušil, pejte še brati knjigo. Žanr fantazijska pustolovščina, znanstvena fantastika, antivojni film, akcijski spektakel in drama. Ter film, v katerem Timothy Chalamet na koncu konča za Florence Pugh. To zdaj imamo tudi že točno 2 filma in je to že cel žanr. Ustvarjalci, režiser in soscenarist Denis Villeneuve, ki je naredil Arrival iz 2016 in Blade Runner 2049. To je že rusko. Ja, takoj, ko razmišljamo o prihodnosti, prihodnost je ruska. Z 2017 skratka naredil je že 2 znanstveno-fantastična spektakla in to sta zdaj 3. in 4. njegov znanstveno-fantastični spektakel. Čekirajte ga, delali smo sicer samo pač prvi Dune, nič drugega njegovega. To menjali smo. Nismo bili prej še kot podcast. On je full cajta je rabo... Ne, plus full cajta je rabo, da je Dune posnel, tako da ja. Ja, budala. Drugače Arrival bi lahko delali... Enkrat. Kdaj, ja. Ja. Pa Passengers, ne Passengers... Prisoners. Lep film. Sicario, krasen. In pač Denis je naredil tudi napisal scenarij skupaj z Johnom Spatesem, ki je delal recimo med drugim Doktorja Strangea, unga izvirnega z 2016, Passengers z 2016, The Mummy z 2017 in prvi Dune. Mogoče zdaj govorice so še vedno glasne, da lahko pričakujemo tudi 3. Peščeni planet, ampak kolikor jaz vem, Villeneuve že ima en film dva že nagledana ali kakorkoli že pripravljen v produkciji, tako da vprašanje, če tudi se 3. film zgodi, najbrž to ne bo tako hitro.
Glede na to, koliko velik hit je tretji film, drugi film, Warner ne bo rekel ne, pa Legendary, in bo zagotovo sledil, plus ful igralcev je že potrdilo, da so se z Denijem basically dogovorili, tudi Duncan Idaho, torej Jason Momoa, ki se potem vrne in je nekako precej ključni lik, tako da tretji film do zihar bo. Zdaj pa je tak, Kleopatro pa Rendezvous with Rama bi naj Denis delal. Nima še igralcev pa to, tako da plus Kleopatra je še ena druga produkcija ali dve, ki bi naj bile, tako da Kleopatra zna skozi past, Rendezvous with Rama pa je rekel že res, da hoče delati, tako da po mojem bo tega naredil prej pa potem Dune, ali pa mu bojo dali ful več denarja, pa bo šel kar na Dune. Ok, skratka bomo videli. Ja, no, vse za Kleopatro mora počakati, da Vesna Milek konča roman, da lahko naredi po njem. Ja, absolutno. Samo ona je še... Ne, se po mojem že imajo osnutke. Da, ja, se je nekaj že oddala, kakor mi je povedala uredniku, tako da le. Skratka, igrajo, malo gremo skozi igralce, ne veliko, itak za vse ste že slišali, za vse veste, kdo so, točno veste, kako izgledajo. Ampak Timothée Chalamet igra, skratka, nazadnje smo gledali v Wonki, kdor ga je gledal, jaz sem gledal in je bil zelo fajn. Zdaj ga ni več v kino, tako da morate iti gledati Zendajo, ker smo jo nazadnje gledali v Spider-Manu No Way Home 22, Rebecca Ferguson smo lani gledali Umret v Kvarnik v Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Mogoče se Part 2 vrne. Gledali smo v Silosu vmes. Ja, točno. Se opravičujem, Silos, to sem pa spregledal. Tam pa ni umrla. Ne še. Ali jo še bral knjige? Potem je Josh Brolin, ki smo ga nazadnje tako gledali v malo večjem filmu, je celo Avengers Endgame. Tako da zanimivo. Tam je umrl. Ja. Tudi on je tam umrl. Tudi v No Country for Old Men je umrl. Ja, še en umirajoči. Austin Butler, ki ga zdaj lahko gledate na Masters of the Air na Apple, mislim, da še so eni 3-4 deli do konca. Pa v Elvisu ste ga lahko videli umreti. Tako. Florence Pugh, ki ne bo nikoli umrla, razen v Oppenheimeru. Pa kaj je zdaj to, resno? V Oppenheimeru je umrla, ja. Lani smo gledali, okej. Dave Bautista je igral na zadnje Guardians of the Galaxy Volume 3, tam ni noben umrl, čeprav so govorili, da bojo. Je pa v Blade Runnerju čist na začetku. Ja, pa tle na sredini, na koncu. Okay. Ja. Potem imamo Christophera Walkena, ki smo ga na zadnje in kmalu ga bomo spet, kajti pred tedni so javili, da so posneli drugo sezono Severance. Tako da... A je on tam špila? Ja. Takoj pogledati prvo sezono še enkrat. Od Bartona Finka Boyfriend. Ja. In potem Lea Seydoux, ki je nazadnje bila v The Beast, v Pošasti. Ki je preživela James Bond. Tako, preživela James Bond. Potem imamo Stellan Skarsgarda, ki smo ga nazadnje in upajmo, da kmalo spet se ni umrl, ne? V Endorju. Ne. Da se ne more, ok? Umr je pa v Infomanke, če že to furamo. Zgleda, da danes. Čisto na koncu. Potem imamo Charlotte Rampling, ki je igrala nazadnje v Benedetti. In Javier Bardema, ki je igral nazadnje v The Little Mermaid. Potem pa še... Tudi ni umrl, žal. Ok, žal. Si bi želel tudi on, po mojem, ja. In Anya Taylor-Joy, ki ne more umreti v Furiozi, Mad Max Saga, ki prihaja 23. maja, kaj ti igra, seveda to je prequel in mora tam še igrati v naslednjem filmu. Tako da ne sme umreti. To je bolj manj to. In zdaj Igor pripravil nam obnovo drugega Duna. Ja, mislim, film se nadaljuje točno tam, kjer se je končal. Ne. Paul in Jessica hodita s Fremni proti Sič-Tabr, ali Tabra, mislim, da izgovori. Ja. Odvisno, koga vprašaš, severnjaka ali južnjaka. Vse. Na kar potem jih sprejmejo, še vedno so ljudje, eni Fremni proti temu, in Jessica se kar hitro loti, da bo začela furati to propagando, da je on Lisan al-Gaib, in potem mora iti skozi ta obred, spiti tole vodo, ki potem dobi spomine vseh častitljivih mater, ki so bile pred njo, hkrati pa njeno nerojeno dete se začne zavedati še, ko je v maternici,
kar povzroči raznovrstne strese in pač probleme. Pričem moram reči, da Anja Taylor-Joy izgleda točno tako, kot da se je zavedala že v maternici. Ja. Ima je tak virt, pameten, zrel pogled. Ja, meni je ful genialno, tudi ko je bila v SNL-u, ko pride gor pa začne špansko govoriti, pa si tak, kaj, imam sinhronizacijo vklopljeno? Ne, ona je z Argentine. Ja. Okay. Se pričujem nadaljuje, skratka spije živo vodo. Ja, no, in potem pač Fremni napadajo Harkonnene, ona odpotuje naprej proti jugu, Pol pa zaradi vizij, ki jih ima, noče iti proti jugu, ker se zaveda, da bi to privedlo do fanatičnega vzpona pač džihada, ki se mu tukaj reče striktno Holy War, v knjigi je to lepo džihad. In druga štorija pa so potem Harkonneni, kjer pač on Stellan Skarsgård, Vladek, zahteva od Rabana, da naj pač čim bolj stisne Dune, on pa ni uspešen v tem, zato ker poli njegovi Fremeni harajo naokrog, ful je tu enih akcijskih scen, ki so izredno dobro narejene. In potem je pa še štorija z Korinoti, Christopher Walken, Florence Pugh in Jezerit, Shaddam IV, ki pač imajo svoje spletke in na koncu privede do zelo močnega soočenja, o čemer bomo pa še potem kasneje. Okay. To je bolj manj to, ja. To je ta film. To je to. Ja. Okay. Hvala za poslušanje. Žiga, skratka, ti si kot naš gost, zdaj si drugič pogledal film, si rekel še včeraj, tako da zdaj si še poln še novih vtisov, oziroma ponovljenih vtisov. Svežih znova vtisov. Kako je skratka film zdaj tudi drugo? Ti še vedno deluje, si še vedno tako nadušen, kot si bil prvič, ali si zdaj že mogoče zdaj bolj kritično pogledal na kakšne stvari pa opazil, kar ti ni bilo tako všeč? Bolj sem kritično pogledal na razmak med dvoranami v Sloveniji, ker v ljubljanskem na premieri je bila res kakovostna, tudi na vrhuncu, verjetno največ, kar lahko mi dobimo. Sam film se mi pa zdi, da je v tem trenutku tudi največ, kar lahko dobimo od filmske izkušnje. Tako da tukaj se mi zdi, koliko bomo primerjali verjetno z Gospodarjem prstanov. Tudi ja. Se mi zdi največji približek stolpom. Jaz sem sicer mogoče bolj cilil na Star Wars, a veš, Empire Strikes Back se full meče v krog, ampak ja, čist Lord of the Rings. To, nekje sem videl, da je v bistvu najboljši nadaljevanje po dvojki Shreka. To. Deep cut. Shreka, nikoli nisem gledal, nimam pojma, o čem se pogovarjamo, ampak ja. Shrek je življenje, to bojo marsikdo bo videl. Mlajših. Shrek je življenje, se strinjam. Meni se je trojka pri Shreku zdela boljša kot dvojka, no, ampak okej. Ok, shots fired. Ja. Ampak ok, super, se pravi, najboljše nadaljevanje po Shreku. Moram zdaj tu tam, ok, govori dalje, jaz bom res. Se mogoče ni, no, se s tem se ne. To sem jaz. Kar izzovi. Zdaj bo Shrek 2, da vidim, kaj vmes je šlo. Ja, ne me na tem dobiti. To sem jaz samo prebral. To v bistvu pa preseb sem pa jaz ugotovil, da je v bistvu to za Austina Butlerja nadaljevanje Disneyjevega Vesoljčki izpod streša, ker sem ga pa tudi pred kakšnim mesecem pogledal in sem v bistvu ugotovil, koliko se lepo povezuje njegova zgodba, sicer gre v zelo take nevarne vode v njegov lik, ampak to je to, ampak kar je pa resno, se mi pa zdi, da mogoče meni osebno ni boljši kot prvi del, zato ker sem nekako pri filmih, so mi bolj všeč predstavljanje svetov, tista neka tiha simbolika, ki je imel prvi del, kjer smo spoznavali in svet in kaj pomenijo vsi te plemena, pa planeti oziroma pa ta test Gom-Jabbar. Drugi je pa to, kar so obljubljali, več akcije, čeprav po drugem ogledu sploh ne morem trditi, da je toliko več. Se mi zdi, da je dejansko ni toliko. Ja, zelo zadržan. V bistvu bi lahko šel predvsej bolj all-in, se meni zdi. Predvsej, ja.
mogoče tudi zaradi zelo mirne prve polovice. Se mi zdi, da v drugo bom pa rekel, da kot nekdo, ki je pač knjige prebral, da je bolj štempiran. No. V prvem smo bili čez polovico in sem se nekako zalotil, da razmišljam, še pol filma je, pa tega je še kar. Pa, ker sem vedel, kako se konča, v drugi ugled je boljši. No. Aha, okay. Super, zanimivo. Mito. Ja, tak mi je. Ja, mogel sem se spomniti, pač to, imena mi ne grejo. Mito, skratka, kako se je pa tebi začel? Ti si ga tudi, a smo mi vsi enkrat, Igor, ti si ga dvakrat že gledal, ne? Ne, nisem uspel pol karte dobiti. Ne. A je nisi uspel to, kaj bo ga Ne, zapredaho, mislim, ja, drugače? bile so variante, hotel sem na Atmos gledati, Ja. pa bile so variante tako, prva vrsta stranski sedeži samo, Oh, cel wow. vikend. No, to pa res pomeni, da je pol gledan. No? Ja, za Atmos vsaj, ne. Ja. Pričemer jaz bi rekel, da še eno stvar, če smem, da Ja, Atmos ima tudi Maribox, ki ima zelo enako izkušnjo kot 1 in 4 v Cineplex Ljubljana, da po enem vzdušju pa Kino Bežigrad prekaša vse ostalo kinota v državi. tako da. No, super. Maribor. Ok, če na tej točki nadgradimo, da rečem, o filmu se ful govori kot nekaj najboljšega ever po, kako že Američani rečejo, sliced bread ali kakorkoli. Bread came sliced. Ja, ful malo se govori sicer o zvočni sliki, ki mislim, da je zelo pomembna, tudi v parih recenzijah, tudi v našem slovenskem prostoru ni bilo toliko krat omenjeno, ne zgolj zvočna kulisa, mislim muska, ne, od Hans Zimmerja, ki je izjemna, ampak sama zvočna kulisa, pa kontrasti, ki so noter dani. Ves prostor, ki je bil v medijih temu namenjen, je šel za Zone of Interest. Tak, zdaj vsi ostali filmi, sorry, ne. Ja, meni to ni smešno. Ni zgledal Zone of Interest. Ne še. Ja. Okay. Mislim, filmu se ful popa pri superlativu in mislim, da je upravičeno. Mislim, da se o tem filmu še da dosti več pogovarjati, kot se bomo mi danes pogovarjali, in to uro pa pol. Najbolj me tudi zanima kasneje, ko bo ven prišel na pretočnike, kako ga je gledati zaporedoma, torej enko in dvojko, ker imamo občutek, da v bistvu film bi znal delovati mogoče še boljše, če ga skupaj pogledaš v teh 5 urah, ali koliko bi to naneslo. Ne? Ja. Sama izkušnja je pa izjemno cinematična. Nimam druge besede, kljub temu, da se mi zdi to ena najbolj bednih besed, ampak je pa tako ta izkušnja kina, velikega platna, slike, efektov, zvoka, glasbe, velikih obrazov, ki ti, ne vem, in tako naprej. Ja. Skratka, je nekaj, kar je v bistvu vsaj za letos pa lani na vrhuncu moje izkušnje obiskov kina. Ne. Tako da tukaj, kar se tega tiče, ni danino. Imam pa mogoče za debato niti ne minuse, ampak pač ene par istočnic, ki jih lahko kasneje omenim, da ne bom se tu preveč bremzal. Kar se tiče zgodbe, pa rečemo primerjav z ostalimi inačicami, verzijami, ki so zunaj, pa za knjigo, kaj je bilo pripuščeno, kaj je bilo izpuščeno, kako se v bistvu, a je to plus, minus, tako naprej, tu pa se komot da še kaj. Ok, super. Igor, kako je bilo tebi všeč? Ti si nenazadnje Kvarnik prevedel prvo knjigo. Zdaj le imaš komplet svojo vizijo preneseno na vedno, ni glih tvoja, ampak ti si zamislil v slovenščini tole, zdaj si pa gledal še vizualno. To je ena od stvari, ki sem že pri prvem delu opazil, ampak ki pri drugem še bolj pride v spredje. Dune je zelo debela knjiga in ima ene podrobnosti, ki so not res. In v Villeneuve viziji vidiš, da te podrobnosti niso bile pozabljene. Da ni pač, ok, on skoči na črva, ampak je kako skoči na črva, da vidiš, kak je to, da ni zgolj ornitopter je letalo, ki maha s krili, mislim helikopter, ki maha s krili, ampak je res izpiljeno, kak to deluje in da ko ti vidiš to, ti ne deluje nekaj glupega in ne gre na kamp, tako recimo, ne vem, Flash Gordon, super film v kampu, ampak tak, oni letijo na neki zadevi, ki leti. Tam gor se jetski je, pa dela piu. Tukaj prav res vsaka zadeva zgleda fizikalno plausible. Ne? In se mi zdi, da tu je tista glavna primerjava z Gospodarjem prstanov, ker se je filma lotil nekdo, ki res
razume zadevo, ki jo obožuje, ampak se zaveda, kje je pač jezik filmski drugačen in zna to speljati, zato ker jo razume. In tudi se zaveda, da lahko črta nek lik ali pa skrajša nek čas ali pa karkoli takega, zato ker bo bolj delovalo. Ker je hkrati fan knjige in mojster filma. In to se res pozna in to me je zelo navdušilo. Zdaj pač so spremembe v zgodbi, obvesli. Mislim, da zelo v redu delujejo in mislim, da je zelo v redu tudi posodobi sporočilo glede na sodobni čas, čeprav mislim, da si ni želel, da bi bilo toliko aktualno glede na pač dogajanje v Gazinu. Aha, ok. Ja, ker mislim, da ne moramo reči, da ni relevantno. Je kar, ja. Kaj pa tebi, ti si pa kar 5 stiskal na Letterboxiču. Ja, po dolgem času spet eno. Tako, jaz čakam tudi, da ga grem pogledat še enkrat. No. Jaz mislim, da je to absolutno film, ki ga tudi v kinu treba gledati večkrat, ne samo enkrat. No, in bom izkoristil, ker zdaj, če še bo nekaj časa. Ne vem sicer, kdaj mi bo to ratalo, ker imam ta vikend obveznosti in naslednji teden sem v Londonu, mogoče pol naslednji. 5 v Londonu, ali? 5 v Londonu v kino. Ja, lahko bi šel v Londonu edino. Ja. Zihar stane samo enih 6 evrov. Ja, pač sam pol ledvice. Ja, tako da definitivno bi ga šel še enkrat. Jaz sem bil navdušen nad njim, je pa res, da bolj ko razmišljaš, pa gotoviš, kaj v zgodbi je, da so ene stvari manjkale. Jaz mislim, da kar me je navdušilo, je točno to, kar zdaj vsi smo govorili, ne filmska izkušnja. Jaz mislim, da je tu pač res to je spektakel in je epski film. In jaz mislim, da po Lord of the Ringsu, to, kar smo zdaj dali vsi te primerjave, je tudi ta epskost. Meni ta film res deluje, kada ga imaš v nekem resnem svetu, zato ker je to, tako kot Igor rekel, detajli so, ne? Vsaka stvar izgleda fizikalno mogoča, premišljena in vse to. In jaz imam ves čas občutek, da tudi če bi kamera šla, ne vem, se obrnila stran, bi tam nekaj bilo. Ne bi videl ti filmske ekipe, ampak bi videl, ne vem, še enega črva ali karkoli. In Fremne, ki se hidrirajo. Točno to je glavna razlika od Rebel Moon. Ker tam pa imaš vedno občutek, da tam od zadaj je konec. Tako, Zack Snyder, ki kadi pa se dere, slow motion! Ne vem, ja, to. Je pa res, da pač nekatere stvari, ko smo razmišljali, pa ker smo se dosti pogovarjali tudi na Discordu, pač kaj manjka, kje so malo pohiteli, pa tako. Se mi zdi, da je to eden teh filmov, ki je vizualen spektakel, ampak da mogoče, ja, koliko boš ti mito, imam tudi jaz kakšne, ne vem, pridržke, niso ravno minusi, ampak jaz mislim, da je seveda bilo treba žrtvovati del zgodbe, zato da si ti lahko poudaril tiste dele zgodbe, ki so tebe zanimale in pač Villeneuva je tukaj zanimala scenografija, kostumografija in vse je tako res filmsko, res je ena taka izkušnja, nekdo je recimo omenil, mislim na Discordu tudi, da so Harkonneni tako zelo zlobci, pač res prikazani zelo črno-belo, totalni zlobci, on se kopa v neki nafti ali kaj je tisto, skratka. Bučne molo. Ja, pač tako. Kot pravi Štajerc, bučne molijo, ja. Absolutno se strinjam, ampak po drugi strani, jaz mislim, da to ni narejeno zato, ker on ne bi vedel, kako narediti kompleksnega zlobca, ampak zaradi vizualne izkušnje. Ja, meni se tudi zdi, da v bistvu Villeneuve, če gledaš celotno njegovo filmografijo, on je veliki fan tega, da se slika zmore pogovarjati več kot besede. Tudi v njegovih nedavnih intervjujih je parkrat omenil, da v bistvu je filmski jezik mogoče malo drugačen od televizijskega, ker lahko za sliko bolj nagovarja kot pa na televiziji, kjer se pač več teksta ali pa literarnih predlog ali pa trikov uporablja za to, da gre zgodba naprej. In tu se mi zdi, da on polno uporabi ves svoj repertoar. Tako je, in tako, kot si rekel, pač tukaj je res tudi važen zvok, recimo, tako da ja, jaz mislim, da tisti, ki recimo čakate, da to pride in valjda pride na pretočni čak doma Dune HBO. Ja, HBO. HBO, se pravi, ko bo Dune na HBO, je super. Jaz ga bom tudi še enkrat pogledal, ko bo tam, ampak verjamem, da imate eni feeling, da imate ful dober hišni kino in vse to, ampak ne vem, če imate dovolj, da bi to nadomestilo kino. In to je res eden teh filmov, ki ga treba v kinu videti, no. In se mi zdi pač škoda, če ga ne boste, če res čakate samo zato, da ga pač vidite samo na HBO-ju, recimo. Ne? To se mi zdi škoda, ampak ja, to je nekako moje mnenje. Mene je pač res navdušilo, ker se mi zdi tako,
ko sem ga gledal, mi je bila ena taka monumentalna izkušnja, ki se spomnim, ne vem, z Odiseje 2001, z Lord of the Rings, prvič, ko smo gledali, z enih takih filmov, ko so te res dobesedno napadli, sliko z izkušnjo, z tem neko telesno izkušnjo, da si pol rešil skina tako, še nekaj cajta čist noter, in še lepo, ko razmišljaš nazaj, si reče, ok, mogoče pa ta lik ni bil čist izdelan, mogoče to psihološko ni bilo prepričljivo, ampak v kinu ni šanse, da bi te karkoli zmotilo. Sploh nimaš cajta tuhtati v ničemer, ker je pač film na vseh straneh okrog tebe. No. Vem, da sem sedel zraven Igorja, ne, poleg Tamara, menda nisem... Ne, midva sva bila na Love Seatu, ja. Ja, točno, midva sva bila na Love Seatu, z Igorjem sem sedel, ampak jaz ga nisem čutil. Wow. Okay. Immersive experience. Ja. Igor, kaj se ti zdi, da so največje odstopanja od knjige? Torej, v prvem filmu bi še enkrat omenil, da mi je zmanjkala moja najljubša scena iz prevajanja, in to je večerja, kjer se spletke in vse to, tisto je bilo tisto je lušno v knjigi, ampak vem, da bi zelo težko izpadlo na filmu in bi zahtevalo basically več kot pol ure, po mojem. Tukaj pa so bile ključne spremembe v tem, da tega mentata Tufira Hawata ni nazaj, da ni Fenringa, da je samo Lady Fenring, in v samem koncu, zdaj spoiler alert za knjigo iz 60-ih, zadnji stavek Peščenega planeta, koliko se zdaj ne spomnim na pamet, pa imam knjige zraven for some reason, je, da je Chani malo nezadovoljna, ampak jo Jessica potegne k sebi pa reče, glej, ne skrbi, če se oporočil z drugo, žene imajo svojo vlogo v imperiju, ampak mi konkubine so tiste, ki furamo stvari. Ne? In pol bi bil, če bi obdržal Villeneuve, bi bil to dober segway da zaključi z Beyoncé, Who Run the World. Ampak... Tudi prav, da ni, ampak ok. Ampak v redu, ne? So se drugače odločili. Meni se zdi ta konec dejansko boljš. Isto kot se mi v Fight Clubu, kjer je korenita sprememba v koncu, na tak način zdi boljš v filmu kot v knjigi. Ne? Čeprav tam so Kitajci potem v cenzurirani verziji spremenili in je dejansko bilo v skladu s knjigo, kar so potem vsi ven padli, ampak mogoče bojo kitajski verzije Dune tudi zdaj to dali not. Ok. Žiga, kako se pa ta izdi? V bistvu tele, ker si tudi knjige prebral, ne? Ja, pravzaprav kar meni tudi po drugem ogledu v bistvu mi nekako manjka tudi v pogovoru z ostalimi, ki so gledali, je bil trenutek, ko on spije to živo vodo, kot je rekel Aljoša. Ta preskok njega v liku. Vem, da porabiš 3 ure pa pol tega, da bo on ta mesija in vse, ampak to, da se on začne v bistvu narediti 180 v liku in videti vse, razumeš, kot bralec in kot, če si, kot jaz pač parkrat pogledal filme, je jasno, ampak se mi zdi, da manjka mogoče prizor, kjer on ostal Gurnija, ki želi ubiti Jessico, tudi spoiler za knjige, ne? Pa premalo je razložena mogoče v filmu, no? Se vem, da s slikami naredi velik, ne? Ko on vidi Chani na neki sipini, ki jo te bombe oziroma tisto sevanje, ki jo uniči. Se mi zdi, da premalo je na njemu fokusa pol, kaj v njemu to naredi. Zakaj se on odloči dejansko tisto vodo spiti. Razumem, da mu vsi govorijo ta šajhu lud zemlje in vse, ampak mečkam premalo tega. No. Tudi če smem nadgraditi to, oziroma kot odskočno desko uporabiti, meni se zdi, da v bistvu ta njegova kvizac haderakovstvo, on bi naj bil, on je nehoten rezultat evgeničnega programa Bene Gesserit. One so sicer želele hčerko in potem Fade Rotha bi naj s to hčerko potem zaplodil ta pravga, The One. Ampak on je nezaželen. In on potem v bistvu vseeno kljub temu prispe na ta cilj od Bene Gesserit, ampak
je za njih fail, ker ga nimajo pod kontrolo. Ja. Zdaj tudi v filmu povejo, pač Fade Rota, da bomo tlele nekaj hitro zaploditi, kao, da bomo imeli en rezervni plan, pa nekaj takega. Ne? Ja. No, se mi zdi, da v bistvu film se ful premalo koncentrira na to njegovo ezoteriko, na ta njegov eksotičen moment, oziroma tukaj knjige ponujajo. Ne? Se knjige v bistvu z notranjimi monologi, tako kot pri večeri ali pa pri samih likih, ne, v bistvu ful dobiš več pogleda v njihovo notranje dogajanje. Ne. Ampak to je prednost, seveda. Ne. Pri čemer je zelo vredno narejeno, podobno kot v Game of Thrones, ne, so ti notranji vpogledi omejeni, ne, in dostkrat se liki motijo, ne vidijo prav. Ne. Ja. Mislim, point je, da v bistvu, seveda ti, ko prevajaš, adaptiraš, ne, to je glavna beseda po moje večera, da pač ko adaptiraš na veliko platno to zadevo, ne, lahko hitro fejlaš. Pri Lynchu smo videli, da je to velik problem za njega bil, ne, oziroma izziv, bom reči tako rekel. Tukaj pa v bistvu je Villeneuve po moje aktivno se ukvarjal s tem, da v bistvu dajmo pripuščati tole na stran, ker so pač mogoče ta zgodba, kako faliran princ, ki se želi maščevati za očetovo smrt, ta neki na pol, rečemo temu future Hamlet, ne? Potem zapopade v tiranstvo noter kot neki mesijanski lik. Ne? Na koncu vseeno mi vidimo, da on sproži džihad. Svetovojno, whatever bomo temu rekli. Medtem ko pa ta ezoterika, njegovo omnipresence, oziroma kako bi to prevedel? V bistvu ni omnipresence, ker bi bil omnipotence. Ja, skratka, da je na vseh, kako že rečejo, on, ki vidi vse povsod, vse naenkrat, preteklost in prihodnost, in zazna vse, postane sužen tudi prihodnosti, ko ne vidi več onkraj tega, ne? On mora to sprožiti zato, da lahko reši najprej sebe, mati, rodbino in potem še vesolje in fremne in bla bla bla. Ta aspekt je zelo zminimaliziran, se meni zdi. Ni to minus. V bistvu oba dva filma imata dosti večji fokus na to maščevanje. Očeta so mi ubili, jaz bi rad prevzel prestol in tako naprej. In to nič ni narobe. To je v knjigah, to je vse tu. Samo tako, ta malo bolj... Mislim, da kar se tega tiče, ne, zdaj Herbert je živel v 60-ih in je eksperimentiral z psihotropnimi substancami. Konkretno mislim, da je bil njemu pejotl fajn. In te scene psihadelične, ki izvirajo iz njegovega eksperimentiranja s pejotlom, kar je bilo v 60-ih full in, pa v 50-ih, že tudi v temeljih imaš čist mislim... Shameless plugin, ok. Ne, ampak tam prav imaš halucinacije vmes, in mislim, da je Herbert, ki je 10 let kasneje pisal, 15 let kasneje pisal, že malo bolj znal napisati, kako halucinirajo ljudje, tudi vmes je bil, ne vem, Naked Lunch, pa take stvari. Ampak mislim, da Villeneuve in pač v tem tisočletju to ni neki tak full več groovy. Groovy? Ja. To je ta beseda. In mislim, da zaradi tega pač imel te flashe, ki so dosti bolj nasilni, dosti bolj kar je pač nek bolj sodoben pristop. Bi se mi zdelo zanimivo, pač, ne vem, bliže temu je Odiseja, tisto konc tega. Torej, mi imamo še tle za operirati Lynchovo verzijo, pa sci-fi miniserijo, kjer so v bistvu ti kvizec-haderakovski elementi dosti bolj izpostavljeni. Ne rečem, da so dobro narejeni, ampak so pa prisotni, in to zelo močno prisotni. Ker tudi ta smrt leto drugega, ki je v bistvu ta prvi, njegov sin, ki ga tle v filmu ni. Ja, sej prav. To mislim, da najmanj manjka. To, da imate ona dva v knjigi, namreč to treba poslušalcem povedati, ki niso brali. V knjigi imata Čani in Pol otroka, ki ga Sardaukari ubijejo. To pa je stvar, ki mi je zmanjkala. Sardaukari v bistvu ne zapustijo Arakisa. Oni ostanejo tam cel cajt in so naenkrat malo. Ti fremni, ti so BRS, to moramo raziskati. In se mi zdi, da imajo en dost vredu prisotnost v knjigi, ki pa tu malo zmanjka. Oni so tam BRS, ko so, pa nas ni. Pol pa pridejo, pa jih fremni potamanjajo takoj. Z lahkoto. Ne, mislim, hotel sem reči, da v bistvu
Okay, to se strinjam, da so spustili leta drugega njegovega otroka ven, in tako malo potem še enkrat, spoiler, še ene pamže, ki se tudi imenuje potem leto drugim. Drugič. Ok, to je zmedeno. Ampak mi je pa všeč, da v bistvu Harkonneni delujejo malo bolj. Delovali so mi tlele v filmu malce bolj ne enodimenzionalni. Moja okrešava za njih je kao Geigerjevsko inspirirani v Balenciaga oblečeni zlikovci. Zelo kratko in zapomljivo. Zato, ker je slikovito. Ker vsi vemo, kako se Balenciaga obleče. To je bil lani čist mem trend, nisem? Okay, get on the meme train. Ampak, okay. Ampak moram pa reči, da v bistvu kao tale vloga, ki so pa opravili tle kot ta, rečemo temu, koncept antiimperializma, oziroma borbe proti kolonialistom, se mi pa zdi, da v bistvu v teh parih minutah, ki jih pa Harkonneni dobijo, da so pa zelo izvrstno uporabljene, kako oni zbombardirajo v bistvu Siege tabor, pa begunci, ki jih potem pribežijo na jug in tako naprej, kako se potem tudi uporabi to za povod, da Paul, ki tega ni predvidel, mislim, se odloči, da bo potem popil življenjsko vodo ali vodo življenja, whatever. To se mi zdi, da vse, kar se tiče te drame, plot pointsov, da ful dobro odklukajo. Tako da, kar se tega tiče, je super. No pač še enkrat se bom vrnil na to ezoteriko, ne vem, če še bomo tukaj, ampak veš, to se... Mičken sem pogrešil to. Veš kaj, nasploh jaz mislim, da je malo nekega psihološkega vpogleda v like, v katerekoli like. V resnici film zelo, pač to, ki je res vizualna izkušnja, da pač nekaterih stvari ne more prevesti ali pa si ne vzame časa toliko za like, recimo. Tudi Čani, dobesedno, dobro, sicer tam je fajn, kako se z Jessico na en način spogledata, kaj ona pogleda in je v pogledu ima jasno, pač postavljena si ob stran, ampak v resnici je tisto vse v enem prizoru se mora zgoditi, medtem ko si ti pač osredotočaš na akcijo njun boj med Paulom in kaj že tem Elvisom. Skratka, je v ozadju ta drama Čani, kjer ona pač ugotovi, da je pač on jo zdaj dobesedno zamenjal za drugo, da je zaradi tega je mogoče odrivo, zaradi tega tudi mi vedno manj vidimo njiju skupaj. Na začetku začne se to tudi lepa ljubezenska zgodba med njima zapletati, potem pa odkar on spije vodo, pač nista več. Ona samo hodi za njim in dejansko opazuje kot del množice njega še. In iz množice pač časih hoče ostati po konci, pa ji pač Brolin ne pusti, časih hoče obsedeti, pa ji spet ne pusti. Skratka, imaš ta res vidik, kako je ona potisnjena na samo še nekoga, ki mu sledi, ne more več mu priti blizu. Ful se ne strinjam. Ok, no, se ni važno, ampak... Kaj se ne strinjaš? V bistvu, meni Čani kot element v zgodbi deluje zelo drugače kot v knjigah. V knjigah je ona full fanica. Ona takoj, ti si že skoraj oddal od začetka, kao ti si naš Mahdi, in jaz te bom podpirala v vsem, kaj ti počneš, in v bistvu v knjigah je potem takoj na to neko zelo pasivno vlogo. Tukaj se mi pa zdi, da deluje kot neka eksternalizacija njegovega notranjega dvoboja, tega moralnega vprašanja, če grem tam, bom to pa to storil, kaj lahko, je to ok. In se mi zdi, da je v bistvu zelo uspešno narejena, tudi to njeno negodovanje pri tem, pa opozarjanje, da se mi zdi, da je v bistvu dosti bolj aktivna. Ne, sej absolutno je bolj aktivna in definitivno je ona postavljena kot njegov protipol za razliko od knjig. Ampak vseeno je pa ona potisnjena stran od njega, nimate več konflikta. Po tistem ti ne vidiš, da bi ona dva enkrat se pošteno pomenila, ali pa da bi on... In to je pač tisto, kar meni zmanjka. On ni nikjer, na nobeni točki, ti ko vidiš tisti prizor, da bo ona, tako kot je Žiga rekel, da bo pač, ne vem, kaj se ji lahko zgodi, ne razumeš čist dobro, ne vem, če gledalec lahko to poveže, zakaj on pol to zakaj, da to njega prestraši in da on hoče potem pač to živo vodo in hoče pač sprobati. In kaj mu pol v resnici ta voda naredi, zakaj on za 180 stopinj obrne in nenadoma začne verjeti v to, da je Mesija. Ja, viš, to pa je to. V knjigah imaš v bistvu ravno ta poskus boja Jessica strani Gurnija, Paula toliko prestraši, da tega ni videl, da on gre na vodo. Tako je. Tukaj pa gre na vodo. Ja, gre na vodo. Ajde, reč po tem odkona. Ja, tukaj pa tega ni, Okay. Malo teh psiholoških momentov zmanjka. Se mi zdi, da je zelo podobno temu,
filmu Morilci cvetne lune, ker je meni to manjkalo, vam vem, da ne, ok, pustimo to, ampak meni so manjkali taki momenti. Manjka ti konflikt, ker če sta živita skupaj v isti bajti, jaz razumem, ok, pač pokaži, da živita drug mimo drugega, ne pa mi prodaj, da se ljubita, če nimata konflikta, ti ubijaš moje sestre, ne vem, na neki točki. Ne? In tukaj noter se mi zdi, da pač vse je v redu, da je pač Zendaya oziroma Chani potisnjena pač več čas na rob in ne more več priti do njega, ker pač do neke točke, on ko se obrne, domnevam, da je tudi odriva od sebe, on pač zdaj gre to svojo pot in konc. In ve, kaj bo naredil, ne? On to dobro ve, kaj bo naredil, ko jo bo pač izdal in izbral Florence Pugh, kar bi jaz vedno, absolutno. Kolikokrat ćemo to poslušati? Ja, gledaj, to morate vedeti. Ja, mogoče malo teh reči, no, tega malo zmanjka in tukaj, da mogoče ti liki niso tako prepričljivi tistim, ki niso brali knjig. Zdaj pa jaz... To je zelo dobro vprašanje. Mislim, vsi smo tle malo tako kot Pol pod bremenom prihodnosti, z bremenom knjige. Ker me res zanima, kakšna je ta... Ana Jurc je v recenziji na MMC-u zelo dobro to, ker ona ni prebrala knjig in je bila tak... Pol so mi ljudje razložili, da njegov sin postane črv, what the fuck, ne? Ampak da njej tu ene stvari niso čist štimale glih zaradi tega, ne? In tudi konc se je izdel, da Chani se zelo hitro obrne proti in tega ni čist kupla, ne? Ja, zato ker se pač tudi Pol hitro obrne, ne? In če mora se Chani isto, pač nima dosti manevrskega prostora tukaj. Ne? Je pa res, da jaz sem se enako z Ano Šturm pogovarjal, ki je tudi rekla, da ni prebrala in ona je imela vse te iste zadržke. Ne? Vse to je zelo motlo. Tudi, jaz upam, da je to Centaurija, domnevam na Discordu, je pač naša kolegica, oziroma mislim, da je vse ženska, mislim, da je pisala v ženskem spolu, tako da je tudi pisala, recimo, ne, da ne vidi, kaj je Pol tam videl, ne, ko je spije tisto vodo in da se ji zdi obrat premalo psihološko utemeljen. Ona je še dodala, recimo, da tudi kako Jessica dobi tak vpliv na jugu, tudi to pač malo preskočimo, ker se ukvarjamo takrat z pač Polom. Bila je pa všeč ravno to, dobro prikazana ta malo bolj zveza med Polom in Chani, kako pač Chani slepo ne sledi, je aktivna in je pač edina, zgleda, da tisti točki edina še, ki pač noče res poklekniti in sprejeti njega kot mesijo. In taka je že od vsega začetka. Ne? Tako da to ni, jaz ne bi rekel, da je to čisto psihološko netemeljeno, ker ono več čas se Bardemu smeji, pa ga skuša, pa noben ne verjame v to. Ne? Čeprav hkrati počas vidiš, kako vsi okrog nje pa začnejo. Ne? Tudi tista njena kolegica vedno bolj Pola gleda z velikimi očmi. Ona pa nekako obdrži to... Mislim, ko vidiš Chalameja golega, verjetno pač ga ne moreš vzeti kot mesijo. No? Kaj bi zdaj? Ne vem. A je to? Mislim, Armie Hammer ga je, ne? Žiga, si hotel ti še nekaj dodati? Sem, ja. Pri Armie Hammerju? Ne, prosim, ne. Ja, Žiga, ja. Meni se zdi, da je bila... Sorry. Da je... Armie Hammer, kako je že zdaj... Chani je tle bolj, vsaj meni je bila bolj postavljena kot nek antitip Stilgarju, Bardemu, kjer na eni strani vidiš, kako je on slepo verjame vsemu, da je on Lisan al-Gaib in pa ona, ki do konca ne pade pred to preroštvo ali kakorkoli. To, prerokbo, To je Ana Jurc tudi izpostavila, pa se sam sploh nisem zavzel in je bistveno boljš kot v knjigi, da je razkorak med fremni. Da starejši so, Lisan al-Gaib, to smo čakali, mladi so pa what the fuck, ne? Mesije ne bo, to je en loser tukaj, glej, no. Te kodrčke. To so tudi, ko smo prošli ven iz kina, ne, pa mogoče lahko Žiga še ti kaj omeni še tole, ko sem tudi jaz tako omenil, v knjigah so fremni dost bolj monolit, ne, so kao, veš, taka neka, rečemo temu, tako kot smih splošno v mainstream medijih muslimane, rečemo, ta 2 milijarda nekih kekcev, ki živijo tam nedaleč od nas. Vsi verjamejo isto, to so, veš, isto zgledajo, kakorkoli. Tle mi je bilo pa cool, da so šli malo stran od knjig,
rekli, ja, imaš severnjake, imaš južnjake, imaš stare, imaš mlade in mnenja njih se krešajo, niso, znajo se kregati, znajo se pošaliti, znajo biti drug proti drugemu in tako naprej. Se mi zdi, da je dosti več plastike dalo to. Vse je še vedno zelo površinsko, nisi film vzel full časa za to, ampak je pa zelo dobrodošlo, se meni zdelo. Kako se tebi to... To je nemogoče, je nadgradnja, ne? Zato ker dejansko, da se mi zdi, da bolj razčlen samo ljudstvo, kakor pa mogoče celo kakšne like, ampak se mi zdi, da je ogromanje, ali još prej omenil, koliko v pogledih, koliko naredijo določeni prizori, kjer so v bistvu samo pogled dva, tudi kako odigra en prizor je Rebecca Ferguson, ki ji govori hčerka, da more prvo tiste, ki ne verujejo, ta šipke, kjer ona sam z obrazom dejansko, ampak to traja 3-4 sekunde, ta njen iz veseljega, žalostnega v nek namen pogled. In če dejansko takrat zamižiš, ali pa če imaš take sogledalce v kinu, ki briga, kaj se dogaja, boš to zgrešil. In to je v bistvu zelo pomemben part filmski izkušnji. Ja, seveda, hkrati je pa ta, nikoli ne smemo pozabiti, da ko film uporablja več obrazne mimike in manj dialoga pa monologov, je to vedno, tako kot je Igor rekel, je to pogled od zunaj, ne? In je vedno ustavi se ti vedno moraš računati na to, da liki to subjektivno dojemajo med sabo, ne? Mislim, da to film vedno tako nekako poskrbi, ker če ti nimaš pogleda v misli, je seveda lahko tisto karkoli, ne, in pač Čani ves čas ne ve, kaj se s Polom dogaja, ne, ona ves čas dvomi tudi takrat, ko še je on prepričan, da noče svete vojne, da noče biti mesija njihov, da noče biti svizec, da hoče imeti svizec, let's go with svizec, kvizec, haderah, skratka, vedno, ko noče te stvari, se mi zdi, da Čani še vedno pač, že od začetka dvomi van, vedno se boji tega, da bo on zapadel v te fore. Ne? In se mi zdi, da seveda, ker ne moreš ti misli brati. Ne? In on ne razume čisto dobro svoje mame, mislim, je jezen na njo, ker ga absolutno manipulira, absolutno pripravlja teren na to, da je on ta izbranec, ampak potem, seveda, ko se stvari pa zapletajo, pa postane vse skupaj zelo, tudi hardcore, meni je zelo všeč tisti prizor, ko gre Pol ubiti skratka grofa, ne, na štengah, ki že leži. Barona se prizor, ne grofa, ja. Ne vem, sem ga povišal ali ponižal, ker nikoli ne vem. Baron je več, ja. Ja, je več. Fenring je tam grof, pa nima celega planeta. Se pravi, Baron je več, čujem, ker sem ga ponižal, ja. In ga pač tam, tudi ne veš točno, kaj bo naredil Pol, ne, pa ga potem brez... Tam še ga zaštiha in se mi zdi, da s tistim, ko ubije Barona, v bistvu tudi ubije na nek način Pola Artridesa. V tem smislu, da je ono pravo za svoje, to je bilo zdaj del maščevanja, zdaj gremo pa dalje v sveto vojno. In veš, ne bo se maščeval recimo cesarju, čeprav je cesar tudi krivec. Ne? Jaz pa mislim, da v bistvu on na tej točki prevzame ne zgolj, a veš, v prvem filmu se vode življenje, whatever, se on dosto ukvarja s tem maščevanjem očeta in tako naprej. Ne? Šele potem, ko začne verjeti v zgodbico Mahdija pa preroka, ne? Pa kako izkoristiti to seveda. Ne pozabimo, da Pol ima tudi svoje praktične namene, zakaj je takšen, kot je, s pomočjo svoje matere. On prevzame 3 vloge. Mislim, da je eno vlogo Pola Atreidisa, zato si namenoma dal on prst na gor. Zato tudi mislim, da vidimo ta prst v enih 2-3 scenah, kjer ga on, ne vem, nekako ali obžaluje očetovo smrt, kakorkoli, ta prsten je prisoten na njegovi fremenski obliki. Ja, jaz mislim, da si ga da kot nek reminder, ne, pač ti si še vedno Pol, čeprav ne vem, jaz pa mislim, da ravno zato mu to ne rata. Jaz mislim, da v bistvu v tisti sceni, ko on potem južnjake, Fremene nagovori, in si nadane prst gor in potem vzklikne, jaz sem kvizac Haderach, jaz sem Mahdi, jaz sem Lisan Al-Gaib in jaz sem tudi Pol Atreides, vojvoda Arakisa, ko on prevzame, strne vse te vloge v eno skupaj noter. Ne? In potem na koncu, kljub vsemu, da je verski vodja, zapopade prestol kot en del Landsrata oziroma član Landsrata. Veš, da ni to izločil iz sebe na ta način, ko je rekel, ajde, Pola Atreidisa ni več. Ne, je tle, ampak je še marsikaj prišlo zraven.
Ko je kuni Captain Planet, ali kaj se že bilo. Ja, Samo več recimo, prstov bi mogel imeti. Jaz sem pol odar, čakaj, zdaj vam je zmanjkal prstov. Mahdi. Ja. Ja, tole z imeni je kar malo overkill. Mislim, že v knjigi je tu pa smislo, da bo malo rezali, ampak ne, imaš, on je Pol, on je Lisan Al-Gaib, on je Muad'Dib, je Usul, je Mahdi, ja. Ja. Mislim, ni da ni, ne? Ja, lahko je Multipla še lega oviga. Svizec. Ja, prečujem, ampak ja, tako. Pa mi gre to v glavo. Zanimivo mi je tudi, dajte še malo to pokomentirati, ker Jessica napram knjig, tle deluje malo bad guy, ne? Ja. Tako dosti bolj bad guy. V knjigah ima ona, mislim, neko plastiko v smislu, kao ja, se ona se zaveda, kaj so Bene Gesserit zakoreninile v Fremnih, o to zgodbico o tej mesiji oziroma glasu iz drugega planeta, iz drugega sveta. Belem rešitelju. Ja, belem rešitelju. Ampak ona gre tle all in v tole zlobno zgodbico, moramo izmanipulirati, moramo to zgodbico naprej furati. V knjigah ima pa v bistvu še dodatno zgodbo, da ona ima ful rada svoje otroke. Ona ima ful, v bistvu, tudi Ščan je dosti bolj cozy, no? Oziroma se spoprijatelji z njo in tako naprej. Tukaj noti nimate nobenega odnosa. Je nek konflikt, pa vidi se kao, da ni za to neko sovraštvo. Tudi mislim, da na obrazih, na igri se pozna neko sočutje. Tako da ni za čist off, ampak tako je zelo zminimalizirano, se mi zdi, zdaj pa ne vem, ali sem to sam jaz zaznal. Ja, bom rekel, da je res, no, mogoče jaz sem se to v njih pogovarjal z nekom. Koliko film zaupa v bistvu temu, da je gledalec pameten, če se tako izrazim. No. Recimo imaš prizor, ki sem ga omenil, kjer ona omen, treba je prepričati šibke, potem mine 25 minut, recimo, in ima ona že okoli sebe 40 tistih nun. Ja, rečemo nun. In ti je jasno, ne, v tem primeru. Je pa kot lik, se mi zdi, da ima skoraj enako, razen od tega, da gre iz dobre do skoraj neke negativke, je zelo podobna, kako se že pišejo, ta beli. Austin Butler pa te ne. Harkonnen, ja. Ja, sej tudi. Zdi, da je to blizu že Harkonnen. Ne, samo kot prikazano, ne vrš. Prikazano, recimo, ja. Do konca, recimo, je mogoče kakšen prizor spet v tistih pogledih, ker ti je jasno, da je za to neko fasado te, da je ona ta mati, da je v bistvu še zmeri tista Jessica od, recimo, prve polovice filma ali pa prvega filma. In to je to, ampak ima zmeri nekje neko agendo svojo, sploh potem, ko tisto vodo življenja spije, po tem dialogu s hčerko. Meni se je zdelo, da ona v tem trenutku prevzame vlogo kolonizatorja, da se zaveda, da je to pot, ki jo mora ubrati in da mora to kolonizatorsko legendo ufurati, če hoče preživeti in če hoče, da njen sin in hčerka preživita. In ona enostavno tole, da lahko to izvede, more vso sočutje, ki ga ima na splošno, ne, ker v knjigah je to sočutna oseba, mora zapreti. Ker mislim, lik Lady Jessica temelji na Herbertovi ženi. On obvisli je ni naredil kot zlobnice. Ne vem, odvisno od odnosa. On jo je imel zelo rad in potem je nehal pisati, ko je ona umrla in pol je tudi on umr. Tako da mislim, da je ta sprememba pa deluje dvojno. Kot prvo je pač v sklopu tega narativa kolonizacije imperializma. Drugo pa je, da je lik Alije integriran z likom Jessica, ker v knjigi je ona ločena. Ne? In v prvi knjigi Peščenem planetu je Alija pač mali Froc, ki je weird, pa malo creepy, ampak še vedno se ti zdi ok. Jo jemlješ kot nekega otroka, ki je preživel neko tragično izkušnjo. Zelo mislim, da je v tem, kot ne vem, kot da bi bila otrok, ki je preživel holokaust ali pa kaj podobnega. Ok, rečemo temu, ja. Mislim, da dajmo kar poimenovati za tiste, ki niso brali, da v bistvu ona
zaradi tega, ker zaužije vodo, medtem ko je noseča, Jessica, se Alija rodi že v maternici kot polno odrasla oseba z povrhu vsemi spomini v genskem zapisu vseh mater in Bene Gesserit, ki so pred njo prišle. V bistvu ne zgolj Bene Gesserit, ampak častitljivih mater Fremnov, ki sicer izvirajo iz Bene Gesserit, ampak niso imeli z njimi stika. Skratka, celotna genska linija po ženskah, da smo natančni. Kar je v filmu v bistvu sploh ni povedano, ampak je samo one se zavejo, da je ona noseča in noseča je. In je naenkrat ful glasov, množica glasov, kar si moral knjigo prebrati, da razumeš, zakaj je tam množica glasov. To bi lahko bilo malo boljš, mogoče. Ampak skratka, Alija je tam en čuden otrok v prvi knjigi, medtem ko v drugi knjigi se pa v njej najde, to je pač zdaj spoiler za drugo knjigo in najverjetneje za naslednji film, glas njenega dedka. In ne govorimo o letu drugem, ampak o drugem dedku, tistem. Ko je v bučnem olju. Ta on je. Ja, Vladek. Pa kaši so v kadijalke. Skratka, in ona pol postane evil. Tukaj pa je ona zelo sinister in tudi ima že v knjigi in kot sem nedavno zvedel tudi v Lynčevem scenariju za Dune 2, ki je bil že narejen, imaš namigovanje na eno privlačnost med Polom in Alijo in na neke incestuozne težnje, predvsem z njene strani. To mislim, da je bilo tukaj not že potem, ko mu ona reče, da ga ljubi, ne reče čist nedolžno. Ampak pač jaz sem bral knjigo, tako da mogoče jaz tudi bral, pa nisem tega nekako not v tem. Okay. Ja. Mislim, Dune vsekakor pozna te eugenične fore, pa gre onkraj teh moralnih zadržkov, kot bi jih mi najbrž imeli do bratrancev, sestričen in sester in tako naprej. Ker tudi plan Bene Gesserit je bil, da se torej Feyd-Rautha in morebitna hčerka od Leta in Jessica poročita, basically Alija, in da je to, v bistvu ona dva sta potem bratranec. Ne, čakaj, kaj bi sta ona bolj? Če on... Dedka imate istega, da je bratranec in sestrična sta. Tako da veš, ampak tudi v Dune, Children of Dune koncev, ajde še en spoiler za tretjo knjigo, tamle se pa poročita Ganima in Leto drugi, naprimer, ki sta pa dvojčka. Jaz sem to otrok. Ja, vem. Pravim, samo da moralni zadržki so tam zelo drugače, kot bi jih mi, na primer, imeli. Tako da se čist strinjam s tem. Glej, v 6. knjigi imaš incest. Do ta še prijem. Jaz sem upam, da ni preveč republikancev gledalo tega filma, ker pa še bojo bolj začeli težiti, da so fetusi že imajo zavest in se pogovarjajo. Dejansko, pet na YouTube, Ben Shapiro ima recenzijo, ki je čist mim, ker ne zna brati filmov, ampak on pravi, da je ta film pro-life, ker je Alija woke. Jaz tudi mislim, da... Anyway. Tako da mislim, da če se vrnem k temu, to, da je Jessica evil na nek način, je tudi že nakaže to, da Alija ne bo čist nice guy. In sicer je v Lynčevem filmu pa v knjigi Alija tista, ki ubije Vladeka, kar so tukaj predali Pavlu, in mislim, da Pavel to v redu naredi. Da je smiselno v sklopu tega filma, da Pavel to zrihta. Ja, vsekakor. Pavel to zrihta. Pavel zrihta. Kaj te citat te epizode? Pavel to zrihta. Pavel to zrihta, ok. Jaz imam še eno vprašanje za vse vas in to je vprašanje, a je Austin Butler boljši Feyd-Rautha, kot je bil Sting? Ne. That's the debate. Mislim, tako zanimivo se mi zdi, izbor se mi zdi zanimiv in Austin Butler je fajn igralec, že v trailerju ga skoraj ne prepoznaš, mislim, ker ima to neko, masko na obrazu, da zgleda mal pač podobno vsem tem Harkonnenom, ne? Tudi nekako, meni je bliže, bolje podoben svojemu detku kot svojemu bratu, moram reči, no? Da bo tista je... Jaz mislim, da v
te minutaži, če smem, te minutaži, torej koliko ima, 24-26 minut, nekaj tazga sem prebral nekje, ki se ne vem zaspomnil kje, da v bistvu zelo uspešno naredi kao ta kontrapol, ne? Da v bistvu film se potrudi, da da torej na eni strani Jessico kot neki moralni, koruptivni element v Pavlovi zgodbi, hkrati imaš pa kao ta jungovski arhetip sence Jaza, ne? Ki je veliki bad guy za glavnega protagonista, ne? In Butler mislim, da naredi v teh minutaži izjemno zadevo. Ne? Zdaj, ok, neki je maska, neki so črni zobje, neki je kao ta prvi gladiatorski boj na Gedi Primu, na Harkonnensko. Pa ta njegov glas, ta igralec res nas glasom. On se je potrudil, v enem intervjuju je omenil, da se je ful potrudil, da se je začel Skarsgardovemu glasu približati. Totalno Morata. In Morata, totalno. Je pa tudi omenil, da je imel mogoče ene par tednov ful probleme, ker je direkt po Elvisu šel snemati in je zelo uletel na sceno. To je moglo biti fajn. Ja, da je imel malo vajanja. Ne, si je razlagal, da je za Elvisa se odločil method acting furati in je on bil 3 leta, koliko so trajale priprave. Elvis, basically, ne, kar moja mi je familija ga hotela beg spraviti. Pol pa je tu ugotovil, da mogoče ne bi. In je Villeneuve rekel, da v bistvu, ko so se kamere vklopile, bi on na 100% fader out, ko so se ugasnile, pa je na 30% to zmanjšal. Tako da je bil še vedno dickhead, ampak se je dalo shajati z njim. Ja, mislim, da kljub temu, da je v bistvu na nek način je enodimenzionalen. Mislim, da se lahko o tem strinjamo, da Harkonneni sami nimajo za ful. Jaz, na primer, pri Vlade, ko pogrešam malo več te neke spletkarjenja pa politike v ozadju, pa vse ni slabo, ne? Ampak tako, v knjigi vseeno, kljub vsemu spletkarjenju, izpade totalen čamp na koncu. Ne? Je pa zanimivo, to pa je Woke Virus v tem filmu, da on ni gej. Ne? In pedofil. Ker naprimer Fader Outa želi svojega strica, ne, torej Vladeka, zastrupiti z mladim dečkom, ki mu ga pošle v spalnico, neka ta fora. Ok, recimo, da we dodge the bullet there. Ampak tukaj pa vseeno se mi zdi, da v bistvu kao imata neko napetost, kao, ne, Vladega kljub temu želi testirati, kao, a si ti moj pravi naslednik, da ni zgolj raban, ki je bist raban, ne, pošast raban. Kako si že prevedel? Zver. Dobro izpade ven, ko dobi potem nalogo, kao ti boš pa zdaj se pokazal kot ta pravi vodja Harkonnenov na planetu Arrakis, kao, ne. Kljub vsej okrutnosti pride ven dosti bolj potentno kot Paraban. Vse meni se je zdelo. Ne, ful pa brihten, ne? Pokaže se, koliko je on glup, ne? Raban. Ja, Raban je bolj sila, pač tako močen. Ja, tako suroveš. Ja, pa še to, ne, tudi to se mi je zelo fino, ko ga on, takoj ko pride, ga poniža Rabana, ne? Pač pride bratec in ga kaže neki na kolena, ali kaj ga spravi. Ne, tako imata tudi različno, se vem, da Villeneuve je v bistvu Batisto govoril, ti samo igraj, ker si dober igralec, ne? Ampak Raban kot lik izpade zelo takšen vzkipljiv, ne? Tudi v prvem filmu, ne, ko se pride Raban potožiti Vladeko, da pač kao, zdaj nam je pa cesar vzel, Arrakis pa začne kar kričati tam, ne, kot nek Joker ali pa, ne, glizanec Batmana gledal kot Penguin. Kot Riddlera, ne, kaj veš, imaš ful tih govor, pa kar naenkrat začne kričati tak naprej. In Raban podobno tu izpade, medtem ko Rauta, on je pa samo cool guy, ki hrani ljudsko človeško meso svojim konkubinam tam v ozadju in ima okolje in ima fuka in ima, ne vem, tako naprej. On je pač cool. No, ampak on obvlada ta step. To mi je to. Sem od spodaj, sem tako, in the ghetto. Ok. Zakaj ne? Se oprečujemo vsem. Whole lot of stabbing going on. Ja. Od zdaj naprej samo še Beatlesi. Ne, ta njegova pretkanost, ne, to je pa razlika glede na knjigo, ker tam je Tufir Hawat za vsem, ne? Tufir Hawat je tisti, ki se vseh teh planov spomni. Ja, ta lik je pa zarezan z tega filma. Je bilo posneto vse to, ampak so ven zarezali, ker bi to pogrešamo ali ne? Ne vem, kaj boste rekli. Ne, se mi zdi, da je Če pa to v novem mestu sem ven zarezal. Ja, znam biti dejansko, ja. Veliko zvoka je, ampak ne, se je bilo ok. No. Tebi se ni zdelo, da kaj še manjka, pa če kakšen tak lik, no? Meni se zdi, da kar so imeli, pa kar so mogli iz prvega nadaljevati, oziroma kar je bilo že tam nekako pozabljen, pa so mogli dati v drugem, je bilo vse v redu spaljan. V
Bi pa rekel, da je Austin Butler meni osebno fantastičen, res da ima te 20 minut, ampak tudi po drugem ogledu pozabiš, da je Austin Butler in je on neverjetno pa v bistvu, koliko mi je podoben z glasom Skarsgardu, ampak koliko je podoben Billu Skarsgardu, ki je bil Pennywise v Itu. Ja, Okay. To. Ja. Pa res, ja. Tle mi noro zadane. No. Meni je pri teh maskah najbolj fascinantno, da Stellan Skarsgård še nikoli ni bil tako ogromen, ampak ko pogledaš obraz, pa vidiš Aleksandra skozi. Tak iste te poteze, totalno iz, kaj smo delali, tisti Viking film, Northman. Ja, prav vidiš ga not, pa edin film do zdaj, da vidiš prav Aleksandra v Stellanu. Ja, drugače pač v drugi delu vedeš Florence pa Christophera Walkena, ne? Recimo, vse ni ga bilo v prvem filmu. Ne. Christopher Walken kot cesarja, ne? Ja, Korino. Imperator. Ja, imperator, ki tudi mislim, da pač Christopher itak v redu odigra malo to neko... Ja, tebi ni bil to všeč. Veš kaj, mislim, sprememba od knjig je, da v bistvu je tukaj vsa spletka, zakaj so Atreide pobili, vse iz cesarja, imperatorja, prenese na Bene Gesserit. Pa iz gilde. Pa iz gilde, ja. Gilda je tam tudi full ključ. Gilda tle sploh ni, ne? Ja, oni pač so piloti. Ja, torej ceha, da mu bo biti... Ceh, prav, tak sem prevedel, ja. To nekdo je tako prevedel, obaj. Skratka, tu se vse prenese na Bene Gesserit in se mi zdi čisto ok, ker te like poznamo, torej mati Moem, ne, Boj... Skratka... Helenca. Skratka, ona je za vsem tem, da se Atreide ven spravi, ker ne morejo kontrolirati morebitnega svisca. In mislim, da malo zmanjka potem v Walkenu na neki motivaciji. On deluje kot nek malo opešan star cesar, ki visi na nitkah Bene Gesserit. In mi malo zmanjka na koncu. Ko ima tisti monolog, ne, z tvoj oče je bil šibek vodja, ker je sledil ukazom srca, naprimer, se mi zdi zelo lepo in poetično, ampak malo res Ampak jaz sem pa bolj razumel, da je to poanta tega. Jaz sem točno zaradi tega. Zdelo se mi je, da je namenoma prikaže, da je cesarstvo tudi v neki, kaj jaz vem, stagnaciji, v zatonu, ja. Podobno kot v temeljih, ki jih dobite na mk.si in vse knjigarne, mladinske knjige. Še en shameless poster. Skratka, zdelo se mi je res, da je pač tako, da je mal v zatonu, da mal pač... da tukaj pač išče nekaj, kdo ga bo nadomestil, da zaradi tega so Harkonneni skušajo rasti, da je tudi znotraj plemiških rodbin nek boj za nasledstvo. Ker je pač šibki cesar. To je tudi v knjigah je ne nazadnje to, da ima on same hčerke. Je v bistvu fora, da ti je jasno, da on nima prestolonaslednika in da bo prestolonaslednik tisti, ki se bo z Irulan poročil. Ampak ni eksplicitno rečeno, samo on se pritožuje na eni točki, da mora imeti same hčerke, ker so mu rekle. Dobro, zato ker ker so vsi pod vplivom Bene Gesserit, ki so bolj manj v ozadju vodje. Ampak v knjigi se on v bistvu ustraši vpliva moči Atreidov. V knjigi imajo oni celo neko novo tehnologijo, ki on nima blage in to je grožnje njegovim sardokarjem in tako naprej. V bistvu je tako zelo ta motivacija za... Kako tehnologijo imajo? To je samo v... Linčovi, ne, sorry, Skratka, vsa moč Atreidov se v bistvu njemu gre na kurac in kao zato jih treba potamaniti, ker so konkurenca... Ja, plus leto ima konkubino in ni poročen, zato ker s tem namiguje, da bi se lahko s katero drugo kraljično poročil. Feeling sem imel, da v bistvu kao v... tako v knjigah, kot tudi v filmu, moram priznati, nisem imel tega, da bi bilo cesarstvo ali pa prestol v zatonu, ta vladavina, ker tudi v bistvu, zakaj leto mora potem zapopasti na tele plemiške brezvezne fore, ker pač to je edini način, kako vladati Landsrato, da v bistvu šele, če bo on prevzel poroko z Irulan in če bo, on je tudi na to računal, da bo v bistvu potem oni, ko so v orbiti, Landsrat, da ga bojo priznali, sicer niso in pa reče, ok, jebite se, tle imate en dober stari džihad, 61 milijard mrtvih, pa 90 steriliziranih planetov je rezultat. Ampak vseeno je pa računal na to, da v bistvu cesarstvo, cesar,
samo mesto, funkcija je edino možno. Ne? Ja. Ker če ne bi bilo, mislim, da bi bilo njegova ta vizija zelo drugačna. A ne? A se vam ne zdi? Ja. Kakšen komentar? Samo, ja. Žiga. Kaj povem? Kaj je bil začeten vprašanje, če še kaj manjka? Ljoša pravi, da je v bistvu cesarstvo bilo v zatonu, meni se pa zdi, da ne, da je pač mogoče Paul izigral dobro vloge. Evo, to kratko rečeno. Kar se nam je že med predstavo teh igralcev in vsega, ko so mu ugotavljali, da vsi umrejo, se mi je pri Christopherju Walkenu bilo tako, da se meni v filmu že zdi, da je on proti koncu že vsega. No? Da je to, kar bomo še od Christopherja Walkena videli, zato ker je igralca. Ne, v tem filmu. Shadama, ja. Mogoče malo tudi igralca, ali pa mogoče zato, ker on tako dobro to odigra, ampak sem veliko bolj temu nagnen, kar je Aljoša rekel, da predstavlja neko švoh, k recimo Denethor v Gospodarju prsta. Da je neka zlomljena, neka primerjava. Okay. In da se pa zadaj Bene Gesserit. Ja. Ker meni tudi Charlotte Rampling super odigra, no, tole njihovo mati, kakorkoli. Da samo Charlotte, to pa moram reči, malo trivije, to je najboljši comeback ever. Ona se je dogovarjala za vlogo Lady Jessica v Dunu od Hodorowskega in potem je zavrnila, ko je videla scenarij in ugotovila, da bi v eni sceni ona bila v sobi z prek 100 tipi, ki bi se hkrati posrali. In je rekla, ne? Ja, tudi jaz bi verjetno imel podobno odgovor. Ja. Le zakaj? Ker to bi bilo pač neko verska scena, da jih ona pripravi do tega. Kakorkoli, Hodorowski z Dune je fucking weird. Use the voice, ampak je v bistvu on brown noise. Fuck. Zdaj, ne vem, če to drži, ampak ker mislim, da to kasneje ali v dodatkih, ne vem, kje je že, tale mati mislim, ta vodja Bene Gesserit, ona bi naj bila, Helenca bi naj bila mati od Fejda, ne? Ne. Ja, točno to je. Ker mislim, v filmu dajo prefinjeno noter foro, kao jaz ne morem imeti njega testirati z Gomjabarom, zato ker kao deluje materinsko, sure, in Fate bi imel probleme s tem, ki je svojo kao mati ubil, nekaj tako v filmu omenil, ampak mislim, da v knjigah je pa nekje omenjeno, da ona je mati. Ona je mati od Jessica. To je v eni od knjig. Ona je mati Jessica. Ona je mati od Jessica in v bistvu ona... Mislim, da je to v sinovih prikvalih. Fora je, da ona, da jo Vladimir jo nekako dobi in jo posili, ampak med tem, ko jo posili, ga ona okuži, zato on je tak cel ogaben. In ona si s tem tudi vzame ustvari embrio, ker pač Bene Gesseritke imajo ful nadzor nad svojim telesom. Kako že rečejo, prana bindu, nekako tako. Ja, nekaj takega. In ona pač ima Jessico pol, tako da ja. Pedrauta pa je ubil svojo mati. Tako je, ja. Lovely, terrific race, the Harkonnen, terrific. Sami sjajni ljudje, ja. To, kaj sem še hotel reči tukaj. Eko, koliko vam je manjkala ekološka cela zgodba? Jaz bom kar rekel, kot nekdo, ki je vložil res dosti časa v to, da je vse rastline prav poimenoval. To je malo manjka. Ja. Where's the love? To je Avatar boljš naredil. Kaj? Enka in dvojka, domnevam. Smisla Airbender. Ja, ekološke teme res ni, ne? Je. Oziroma, parkrat omenijo, da je ta izkoriščanje narave, ampak ostane pri temu. To, ampak polu, da se ne več izkorišča narave, pač jedrske spustijo gor, kar je ok. Če je to rešitev v filmu, ampak... Čaj, v knjigi niti ni toliko teh atomikov, kasneje so, no.
Ampak ja, ne vem, jaz moram reči, da nisem pogrešal. Omenjeno je kot kao neki, pa po drugi strani se tudi sprašujem na puščavskem planetu, kot je, kaj se še pa imaš meniti. Vse je že mim, stari. Ja, no, dobro, ne, se tudi v resnici tega začimbe ni zdaj neke kontekstualizirane, povejo, zakaj rabijo, nikjer ne vidiš tega, nič ni z tega, ne, tako da v resnici vidiš samo, kako jo pač pridobivajo s temi gromozanskimi Star Wars-like ladjami, ki so zelo zgledajo take mehanične, zelo zgledajo pač kontra naravi, no, meni se zdi, za razliko od teh kvadrokopterjev, ne, ki so pač narejeni kot žival, malo izgledajo kot pač, kaj so že to, kači pastirji, in so malo tako oblikovani, so pa tisto res mašine, malo meni izgledajo kot Hall's Moving Castle. Aha. Tile, kako so že? Žetvenik. Žetnik. Ne žetvenik. Žetniki. Harvester. Ja. Ne sej, ampak tam je bistvo eko zgodbe v knjigi je v tem, da to je puščava in to so ljudje, ki živijo v tej puščavi in bi jo radi spremenili. Tam reče, ok, imamo to vodo, ki smo od vseh naših mrtvih tu zbrali, ampak ni plan, ne pove pa, kaj nameravajo z njo narediti in kak. In mislim, da je vez Fremnov do Zemlje v knjigi, do pač njihovega planeta, v knjigi ful bolj pristno predstavljena kot tukaj, ker pač tu zbiramo vodo od mrtvih. Pa od Harkonnenove vredo za klima naprave. Ja. Tukaj, pardon, v filmu pove Stilgar, da je to vodo zbirajo, ne? Da je, ko bo prišel Lisan al-Gaib, bojo to vodo uporabljali za to, da vrne ta raj, paradajz, ko on lepo reče. Ampak je bilo ampak prav to v knjigi je prav to, da oni vejo, kaj bojo naredili. Ne rabijo Lisana Gaiba, da bo rekel, ok, zalivajte. Pritisno bo gumb, in bo tako v, kaj že, Rings of Power se bo vse tako začelo. Ne bo več morja, ampak bo raj. In še kot title se bo obrnil, tako Arrakis, Paradise. Rakis bolj postane ime, kot ni več. Je pa res, da v bistvu dosti dela na teh slikah, ne? Mislim, to je Villeneuve fora, ker tam v viziji Pola, ki se pogovarja z svojo nerojeno sestro Alijo, je ona na nekim obali Arrakisa, ki jo zaliva ocean, voda, kot neka vizija prihodnosti, tako sem jaz razumel, oziroma, zdaj ne vem, težko ločim za moje branje knjige napram tega, kaj je mogoče nekdo, ki ni bral, ali to poštekamo, da je pač to ta tista prihodnost, kateri težijo Fremeni, ne? Mislim, sama ekologija za to notri, pa tudi črvi, pa začimba, to zminimalizirano. Ne? Ok, črvi so full hudi motherfuckeri, ki jejo sourdough kot smokije, pa puščavski Uber je the best, ne? To sem nekje slišal, to se mi je zdela posreča. Nice one, ja. Ostalo pa niti ne, veš, ni tega, v knjigi je to opisan cel cikl, ne? Tudi ta njegov ultimat oziroma pokerski blef, ne? Ki ga ima na koncu, kjer atomike ali kaj že nekaj postavi, on postavi neko vodo na... To je v knjigi. Ja, to je v knjigi, da postavi vodo nad Spice. Da bi se izničila produkcija. Da bi se izničila produkcija pač Spicea, ker to je neki ta ekološki cikl, to tle popolnoma manjka in zato potem on grozi reči z atomiki, da če to uporabi, je konec kapitalizma, kot ga poznamo 20,000 let v prihodnosti. In tukaj se izkaže pač kot ta pravi terorist, ker to je točno točka terorista, tisti, ki lahko nekaj uniči, ima nadzor nad to stvarjo. To je v bistvu tudi prvi stavek skoraj, oziroma njegov tudi povod, ker reče pač, da če imaš, če lahko nekaj uničiš. To je zanimiva razlika, koliko se ta dva filma, enka in dvojka, razlikujete. Prvi film se začne z sourdoughjevim grlenim žuborenjem, ki omeni, da v bistvu stvari izhajajo iz sanj, neka usoda, bla bla. Tukaj pa isto žvrgolenje grla pove, da je pač moč izhaja iz, česa že, pozval sem, ti si za dvakrat gledal Žiga, že reče? On reče samo, da je kdo nadzoruje, začimbo nadzoruje vesolje. To reče v tem glasu. Na začetku, kaj tema. To. Se mi zdi, da je že tle ta velika razlika med prvim filmom, ki se ukvarja z
usodo sanj, njega te sanje zasledujejo. Zelo jungovsko. Ja, zelo To je jungovsko. čist kapitalistično. To. Drug film se pol začne, pol pa je dalje Florence, ne, z njenim Irving, glasom, To se mi tudi zdi, da v bistvu je Captain tak Block. homaž knjigam in Lynčovemu filmu, da v bistvu je ta veliki narator, ki nekako zapisuje dol. Kar je tudi dober metakomentar na kasnejše knjige, ker mora Leto drugi kot božji imperator lagati zgodovino, zato da se človeštvo nauči nikoli ne več zaupati tiranu, kot se tle pol izkaže. Ampak ok, to je že zgodba. Za naslednje 4 filme. Ja, to franšizo, ki bo ali nastala ali ne. Ja, Kaj mislite, bo to franšiza? Serija je že. Serija je posneta in pride konc leta. A je prav Bene Gesserit, The Sisterhood ali kaj je The že? Sisterhood in je v ustanovitvi Sisterhooda. Aha. Ok. Kako je nastal na univerzi iz beta, gama, delte. A ja, takšna high school tisto. drama. Bene Gesserit high school drama, tako. ki se bejbe štihajo med sabo. Ja, žurali so se ga napile, pa so dobili zjutraj The Voice. Bring me some water. And lekadol, please. I guess. Ja, ne vem, pravo vprašanje bolj, a si želimo, a vam je cool, a vam je dovolj 2 filma, a je ta konc, ki ni čisto konc v smislu, imaš ladje, ki grejo proti drugim ladjam, čani, ki odhaja in se tako na pomaščevalno ozira okrog. Jaz sem ravno včeraj delal podcast z Pižamatom in sem ga vprašal, kak je mu všeč konc Igre prestolov. In je rekel, da je super, da konc 6. sezone lepo zaključena gre proti tja naprej in si lahko predstavljaš vse, kaj se bo zgodilo. In to je prav, da tako pustimo bralcem, gledalcem. No. In mislim, da je tole perfekt, kar se tega tiče. Tu ful pusti odprto, ampak ful enih stvari nakaže. Zdaj, knjiga je very fucking dark, kar se tiče tega dela in ne vem, ali bosta Legendary in Warner Bros. Pustila, da naredijo toliko fucking dark knjigo. Mislim, priredbo, ki bi ostala zvesta temu. Mislim, da Villeneuve, glede na uspeh tega filma in vse ostalo, kar je dosegel, po mojem, lahko to izsili. Ampak nikoli ne veš, lahko pa zajebe. Tako da z tega stališča sem čisto zadovoljen s tem, kaj smo, ampak potencial za nekaj resnično temačnega, Byronovskega, pa je. Žiga, ti bi si želel, da se to nadaljuje, ali ti je bilo ok 2 dela? Ja, če bi z obljubo kakovosti, potem z obljubo kakovosti. Obstaja možnost, da ne, ker raž bi cenil zdaj, kaj imamo, pa je to toliko, da bi si želel še več, tako kot Harkonneni, pa padel pred to zlo. Ampak se mi zdi, da tukaj zelo pomemben, koliko je v prvem delu uporabljenih prizorov vizij, ki jih je v drugem delu posnel drugače. In so v prvem delu tudi prizori, ki jih v drugem ni, in bi mogli biti v tretjem, če tako rečem. Ker je tudi, to je samo moj sklep, barva njegovih oblačil gre iz bele proti zelo črni in prizori, ki so v prvem delu v vizijah, vključujejo, ker sta oba v črnem in on in čani in tega ni nikjer. Tudi prizorov, kjer so na kot on vid Aljo, puščava in voda, so tudi v prvem delu in jih ni v drugem. S tem, da sta tančani pa njegovi vojaki in tega ni, tako da meni se zdi, da je tukaj malo pihanje na dušo Denisu. Se mi zdi, da ima v mislih tretji. Se mi zdi, da že kapitalistično gledano, da tretji ne uide, pa si nekako glede na knjige v bistvu niti ne želim nadaljevati. No, jaz pa. Deni kot naš dolgoletni poslušalec, ko si je zelo to vzel k srcu. A ti bi pa kar šel dalje, Haro dalje? Ne, jaz mislim, da se zgodba, če že
recimo, če se vsi strinjamo, da je Denis nekako se poklonil zelo spoštljivo in polno vredno Herbertovi knjigi, ne? Da je zelo... Če Denis French speaker, bo torej Herbert. Skratka, Frank je napisal Dune Messiah, zato ker folk ni štekal What's the point Paula, ne? In mislim, da tudi, če nisi bralec, ne, mislim, da tudi ta film nekako ne zaključi to, da je v bistvu Paul, he's not a very good person. On je kar, tako sem že prej omenil, podpisal ravno kar 61 milijard mrtvih pa 90 steriliziranih planetov. In Dune Messiah knjiga je Herbert napisal ravno zato, da se pokaže propad lika, koncepta, nekega heroja, mesije, kako mi ne smemo zaupati mesijanskim ali pa mesijanskim likom, tiranom, politikom, vladi in tako naprej. Populistom. Ne pozabiti, Herbert je bil konzervativc, politično gledano, in je imel zelo anti-vladne probleme, nekako. Če pustim to ob strani, njegova knjiga potem Dune Messiah zelo jasno pove, kako to se zgodi, če sledite kretenom, če sledite nekim mesijanskim likom. Ne? In to je moj prvi pogoj, da imam pa dva. To je moj prvi pogoj, da če se naredi tretji film, pol pokaže, rečemo temu zelo kratko rečeno, propadu Luka Skywalkera ali pa Darth Vadera, ki ima malo več plastike kot samo grleno dihanje. Naprimer, mene pri Star Warsih moti, da v bistvu imaš Anakina, ki je super lik in je direktno povzet po Duno, vse vemo, da so si orang sposodili, ne? Ampak potem, ko se Darth Vader zgodi, se pa lik zaklene, samo še bad guy, ki kolje po galaksiji in je to. Medtem ko Dune Messiah, Paul, ta propad njegov je pa dosti bolj plastičen. V Mesiji imaš v bistvu Paul, ki se pogovarja, ne vem, s katerim likom že pozval sem o tem, kak je v bistvu Hitler neki delal. Začne se s tem Stilgarju razlagal Hitlerju. To je tak best opening ever. A veš Hitler? Ne. No, to je bil eden full bad guy, pač ljudje nimajo dobrega mnenja o njem. A veš, jaz pa sem odgovoren za 1000-krat več mrtvih. No. Mislim, taka zadeva, to bi lahko ful bolj zanimivo kot nek kontra Star Wars, zanimiv lik, ki si ga vzljubil v 2 delih, tle bi bil pa mogoče neka konstrukcija tega, dosti bolj postmoderno, meni se zdi dosti bolj zanimiv. To je moj prvi pogoj, drugi pa pač... Dosti blizu tudi Daenerys, ne? Ja. Ampak tam še leto na koncu da pa prepozno. To mora biti pa narejeno na način, da je v bistvu zelo prepričljivo, ker tle se mi zdi, da na koncu je čist mičken ta krivulja tega lika, propad tega lika pospešena. Zdaj si pa vzam cel film za tole. Nared to konkretno tako, ko se spodobi, zato da bo tudi zgodbo narativno ali pa konceptualno izpeljana do konca. Drug pogoj pa je, da pač to Denis naredi kot je zdaj, ker pač nekaj, kar se meni zdi, da on zelo dobro naredi, dela, kakorkoli, je, da ta epskost, ta njegov občutek za velikost, za razmerja, za svet, za world building, za vso to zadevo lahko takšno temačno, noro zgodbo samo še bolj zakorenini pa učvrsti, prizemlji. Lahko še bolj razumemo, da ni za to pač neki vesolje, pa žaromeči, pa neki sranja. Tako da ta dva pogoja, to mora biti. In bi bil ful vesel, če je to narejeno. Mislim, kar se čisto realno lahko zgodi, film tretji začnejo delati, Creative Differences, da ni gre back in ga nadomestijo z Ronom Howardom ali pa Michaelom Bayem. Čudovito. A pa Zackom Snyderjem. Me pa zanima, mislim... To knjisko pa še ti ne pšel. Kaj pa ti, bi ti rad videl, da se nadaljuje, ali ti je čisto ok? Ja, jaz mislim, da bi rad... Nekaj sem videl, kako že kao, ne moreš pustiti Zendaje tako grdo gledati. Ne, to Zendaya, do not care for her. Ampak... Čez en mesec, ko bo on tenis film vam prišel. Ne, meni se zdi, da bi bilo fajn, mogoče tudi zaradi primerjave z Lord of the Rings, da imamo trilogijo. Jaz mislim, da bi bilo to zelo pošteno od tudi Vilneja. Triologijo. Triologijo. To je moj shit. Da imamo trilogijo in da pol malo res primerjamo, pa da vidimo do konca. Ampak se mi zdi, da jaz tudi mislim, da marsikdo, koliko si rekel, mislim, da drugi film tudi ni dober pokazal še polove tega razvoja in da to je treba še dalje. Ne? Da nekateri ljudje mislijo, da je sveta vojna lahko nekaj dobrega ali kaj. Ne? Ja. Mislim, kot čas je zelo pompozno, mislim, da se to lahko vsi strinjamo. Tam Stilgar kliče, pridite, folk, gremo v vesolje, Stilgar, the original hype man. Definitivno.
Hit the man, my Timothée Chalamet. Lisan Al-Gaib in the house. Okay. Ja. A imaš še kdo kaj za pripomniti k filmu? Kaj pozabljaš? Ja, tuhtam. Zvok smo menili, muska. Mislim, se pravim, te zadeve. To, kar se vizuali tiče. Bom dal tisti link, ki sem ga že šeral na Messengerju. Intervju z direktorjem fotografije, ki razloži, kako so posneli to z ornitopterji, da basically oni so helikopterje imeli zato, da je bil pravi veter, pa hrup, pa vse, da so se igralci pravilno odzvali temu. Kar mi je bilo ful zanimivo, kako so posneli GDI Prime, kjer so poskušali ful različnih stvari in so potem ugotovili, da infrardeči posnetki kao pod črnim soncem, da bi taka svetloba bila, in menim, da je to res spektakularno, tam je not opisano vse, kako so to naredili. Ne vem, ali v intervjuju meni, da je uporabil stare sovjetske leče. Ne, o lečah ni govora, je pa govora o tem, kako so ugotovili, da film bi izgledalo preveč dated in so šli digitalno na film. Na film, tako Batman. Ja, ta proces. Nekje sem prebral na YouTube, imam eno skupino enega tipa, ki se par let nazaj odločil iz fotografije delati, mislim, firmo ustanoviti, ki rene stare fotografske leče prireja za filmsko uporabo. In so to firmo najeli, da so jim dali ene stare sovjetske leče, ki so v bistvu drugače široko dostopne za fotografijo, da so pa prirejene za film. Ja, in imaš v bistvu naprimer na Korinu planetu, kjer šah igrata Irulan in pa Šadam, imaš odzad, če si pozoren, v bistvu tak swirly bokeh se reče, to je tak zelo kičasti izraz za lučke v bluru, ki se vrtijo malo v krožni obliki, no, in takrat skužiš, da v bistvu to je nepopolnost leče, ampak da pa ima svoj estetski učinek. To sem tudi opazil v prvem ogledu, pa sem še to prebral. Ok, Great Fraser, hit the man. Tako da samo, zato sem prej rekel, da v bistvu v vizualijah izgubljati besede tle ni, ker moraš dejansko videti. Lahko nakladamo kakšne ogromno, veliko, čudovito in tako naprej, ampak je pa težko prevesti. Je pa tole z infrardečo, zdaj ti spet nisi gledal Zone of Interest, tam je tudi uporabljena infrardeča kamera v enih scenah in sicer vmes vidiš ti eno punco tam z vasi, ki delavcem, torej taboriščnikom pod lopate in v nekaj nastavlja jabolka. In to je posneto v infrardeči, zato ker je sprevržena optika glede na to, kaj v resnici vidiš, torej perspektivo vodje taborišča in njegove familije. Ne? In tukaj se mi je zdelo zanimivo, oba filma sta hkrati nastajala in isto tehniko uporabiti za sprevrženost pogleda, samo da pač on film pokaže Good Guys na tak način. Če greš čisto na to vizualno raven, je dober kontrast uporabljen, zakoreniniš Harkonnene na GDI Prime, a se izgovori GDI Prime, kot planet pod infrardečim močnim UV soncem, ki potem, ko so pa na Araki, so še toliko bolj tuji okupatorji, kolonizatorji delujejo, ker vsi harkonnenski vojaki niti ne prenesajo tega sonca od Arakisa, so po večini pod masko, edino Raban se trudi tam neki, en vojak v ozadju neki kozla, ker niti ne prenese, pa na pol ga je strah Muadiba, oziroma legende Muadiba, da kozla kot v reševanju vojaka Ryana, naprimer, tako, ena taka ta kontrast, ki je čisto na vizualni ravni spostavljen, ker ne rabiš neki full hodih obrazlag, to je zdaj ono sonce, neki, ne, že tako, ČB, UV, infrardečo oddela, tu imaš tle kretena, ki je evil in tako. Ampak to težko je to zdaj prevajati na ta način, še posebej, ker smo audio mediji tlele, to pejte pogledati, ker pač v temu smislu, se meni zdi pa, da ta film od Jurassic Parka noben nima tako dobrega občutka, kot ga je imel Spielberg pred Jurassic Parkom, za velikost, za neko stvar, ki lahko fucking huge zgleda. Ampak to ne pomeni, da si na velikem platnu ga videl. To se gre samo za to, kako imaš nek občutek za razdaljo, pa za figuro v prostoru, za čisto likovna razmerja noter. In ta stvar ni pogosta. Se mi zdi, da je redka in dragocena. Ja, cool, super. Da bez zaključek. Ok. Mito, Star Trek kotiček, kaj prinaša tokrat? Ja, v Star Treku ni Lisan Al-Gaiba. Je pa Khan.
Han kot kaj? Ja, kot produkt of eugenics. Okay. Plus je Khan. Mito is not impressed. Ne, not really. Ja. Mislim, Khan ima to neko maščevanje, če se greš to, ampak meni se zdi v bistvu, da tu nimaš takšnega lika, ki tako, mislim, original je, no. A veš, prej so Star Warsi tlele, zato nisem hotel tukaj Star Trek noter vlačiti, ker pač Star Trek je malo več. Puščavski planet. Vse kot sem zaključil v članku za delo pred časom, ne, da temelji so bolj vplivali na Star Trek, medtem ko Dune na Star Wars. Pri čist eni urediti tem, kak je svet urejen. Čeprav koliko razumem, pa še nisem začel brati sicer, ampak se bom obljubil. Če si začel brati, čakaj. Temelji, mladinska knjiga, 50 € stane. Mimo, Cankarjeva knjiga. Moderni klasiki. Katastrofa. Ampak v knjigarnah, mladinske knjige. Še kaj ta MK, moderni klasiki, mladinske knjige. Se opravičujem. No, koliko vem, v bistvu je Herbert se zgledoval pri temeljih, kar se tiče te galaktične ureditve v smislu imperije. V bistvu oba sta črpala iz rimskega cesarstva. Evo, dajmo še to nekaj reči. Pred zaključkom, zdaj smo že uro pa pol. Fantasy versus sci-fi, vem, da predivno to rad omenim, ker malo je, tudi ti si v svoji recenziji omenil, da ta film mogoče deluje bolj fantasy kot pa sci-fi. In se deloma strinjam s tem. Ja, mislim, spet so tukaj, tako kot pri Star Warsih, so sci-fi elementi v smislu, da ima neke tehnične igračke. Ampak vsa zgodba je o izbrancu, prerogbah, bojih med, tudi recimo, kakorkoli se streljajo, se zmeraj na koncu z nekimi meči ali z nečim pokoljajo med sabo. Tukaj je dejansko dal razlog za to, ne? Ja. Tako da imaš te ščiti, ne? Zaradi tega pač gre tale samo nekaj počasnega čez. Ne? Ni pa konsistentno, ne? Se mi zdi, da v bistvu imaš tiste laserčke, ne? Ladje, pa tudi ona čudovita scena, ko Zendaya, Čani pa Pol se borita proti enemu Harkonnenem skorni tropterju. To je v knjigi razloženo, tu pa ne. V bistvu na puščavi ščita ne moreš uporabiti. To tle malo opustijo na strani, ni tako konsistentno, da bi ti zaštel, koliko je tisti motherfucker je bi lahko z laserčki kao malo poklal ali fremene, kakorkoli, ampak vedno zapopadajo na meček, ne? In zato se mi zdi, da mogoče ni tak sci-fi hardcore zakoreninjeno in se bolj spopada s tem, imaš plemstvo, imaš maščevanje mladega princa, imaš cesarja, imaš čarovnice, imaš neke droge, pa tako naprej. To je magija v resnici, pa marsikaj. Tako da meni je tako bolj fantasy. Droge imaš povsod. No, tudi v fantasy. In v sci-fi, to ni. Space travel je pač. Tako da to se mi zdi, da v bistvu je mogoče tle ta adaptacija malo bolj fantasy nagnjena, kot pa je knjiga. Mislim, se mi zdi bolj sci-fi, kot je bil Lynchov. Ja, Lynchov zato, ker je Lynch. Ker je bil basically Ampak če pa primerjam naprimer z sci-fi serijo, mi je bolj fantasy, kot ona sci-fi serija pa ima dosti bolj zakoreninjeno sci-fi elementa. Toliko sci-fi. Pa boring. Ne, meni ni bolj. Je bolj mediocre, poprečno, pa budget se vidi, ker pač vseeno leta 2000 TV ni imel takšnega keša. Isto je bilo na mačarskem posnetu. Zdaj, če sem pogledaš, koliko je mačarska tale podporna industrija napredovala, res, da so dali tukaj neprimerno več denarja kot tam, ampak takrat ne bi zmogli na mačarskem tega posnetka, ker ni bilo toliko infrastrukture. Hočem reči, da imamo tudi mi zgraditi infrastrukturo. Jaz mislim, da še rekel zdaj, kaj vse Orban dobrega. Jaz sem začasko kao. Ne, to je neodvisno od Orbana že ful časa. Oni imajo to filmsko industrijo in vlaganje. Nič ni neodvisno od Orbana na mačarskem. Basically je, ker jih pusti na miru. Če bi jim težil, bi šli bek. Bi šli bek. Je rekel Mariborčan. Kaj gledamo, beremo, špilamo in poslušamo? Žiga, ti si prvi na vrsti. Kaj si takega bral, gledal, špilal, poslušal, kar bi priporočil našim poslušalcem? Berem od Karla Čapka. Okay. Sicer v angleščini, Vojna s salamandri. Super. Tudi zato, ker sem si jo kupil, ko sem bil v Pragi. Ne zato, berem jo zato, ker jo berem, ne zato, ker sem si jo. Prebral sem zmagovalko natečaja Mladi pisatelj leta.
Okay. Lepo spi lepotec, ki jo je napisala Ula Bratkovič, 12-letna, tak shameless plug. In moram reči, da je tisto, da gre to za 12-letno oziroma 13-letno pisateljico oziroma punco, so te dnevniški zapisi v bistvu z neko noro globino zapisani in moram reči, da je tudi nekdo, ki preberem veliko knjig, mene je presenetila, no, tudi če pustim to starost avtorca ob strani, je res nekaj, kar je res vrednega za prebrati, prebereš na mah in moram res tukaj pohvaliti. Na taki platformi, kot je podcast. Absolutno. High praise. Še kaj takega? To, drugače pa, kar se branja tiče, sem zelo slab, zato ker se trenutno ukvarjam še s svojimi. Sem pa gledal več. Okay. Kim svojim, kaj imaš? Ja, lahko seveda omeniš svojo knjigo. Zdaj, pred kratkim je šla tvoja druga, tretja, če nisem že se zgubil. En so bili dinozauri oni? Ja, dinozauri, to nastaja strip tudi. Luka Kuhar je moj avtor, jaz sem avtor, on je moj avtor slik, tako da upava, da bo to še v tem desetletju nastalo. Je pa po moji knjigi Dežela dinozaurov, vabim k izposoji in nakupu na MK. Absolutno. To pripravljam pa zdaj še nekako sem v prednaročilih za tretjo knjigo, Premlad, da bi umrl star, je pa nek odgovor na prvo knjigo, ki sem jo napisal biografsko, o meni pa recimo mamini bolezni, njeni smrti. Ta tretja je pa v bistvu odgovor na čisto vse pogovore, intervjuje, kar sem jih imel, glede žalovanja, smrti in vsega, kar zraven nekako paše. Zdaj bo to grozen segway, ampak kaj si pa gledal? Ja, vem, ja. Ampak ja, super, ne, definitivno bomo dodali linke zraven za tvoje knjige. Mislim, kogar še zanima, kaj naj seveda podpre, jaz sem zmer za to, da se podpirajo avtorji, posebej mlajši, no vseeno nisi, mislim, da si malo mlajši od nas. 27. Jesus freaking Christ. Kaj si gledal? Gledal sem včeraj Doom 2. Noro. Slučajno. Širok je film, Ne. Ni Rebel Moon. Ni, ja. V dobrem in slabem. Gledal sem pa še Shogun, gledam zelo zavzeto. Ja, to je tudi moj pik. Kako se ti zdi? A poznaš original? Knjigo? Ne, serijo s Chamberlainom. Ne. Niti ne ve, kdo je Chamberlain. Ne. 27 je star. To vprašam. Vem. Zelo stare starše sem imel očeta, predvsem in poznam vse to. Kako se ti pa zdi? Zdaj 3 deli so zunaj. Pogledal sem enega pa pol. Ampak meni se zdi zelo dobro. Edin problem imam s to portugalščino, ko so se odločili, da bo to angleščina. Pa on, ta glaven lik, zelo slab sem z imeni, pardon. Angliš, ja, pilot. Njegov glas, nekaj malega me moti na njem, na tonu, ne vem zakaj, zelo me spomne na unga zlikovca v Madame Web. To ne more biti referenca. To pojte gledati zelo dobro. Jaz se trudim, že ves čas, da grem to, ampak je v Cineplexu sem en termin in narobe. To si pogledal? To priporočam na kratko. Pa pogledal sem še Vesoljčke izpod streše, to je bilo pred kratkim, to tudi priporočam, Austin Butler je not. Vesoljčke izpod streše. Jaz si mislim, da je na Disneyju, ne? Definitivno je. To, mogo bi res narediti zapisnik, ne? Zdaj vidim, zakaj je upozorilo, ne? Dobro, le se še bomo kaj dodali, magari, če... Mogoče se vmes kaj spomnim. Seveda. A smem jaz tu nadaljevati, ker jaz imam sam Shoguna za omeniti, bom se kar navezal. Jaz sem pa pogledal 3 dele in sem fan originalne serije, knjige sicer nisem prebral, oziroma romana, no. In mislim, da je pa... Mislim, da... Nekdo na Twitteru, čigar je sem pozabil, dobro opisal, da je to v bistvu mešanca House of Cards pa Successiona. House of Dragon? Ne, House of Cards, Netflixova serija.
ker je ful politične intrige, predvsem pa teh kulturnih značilnosti, pa drobnarij, ki so zelo značilne za neko fevdalno Japonsko. Mešanca je torej te portugalščine / angleščine z japonščino. Mislim, da je nekako ravno dovolj, da se udinja ameriškemu gledalstvu, hkrati pa je v bistvu zelo zvesto romano, tudi ta glavni igralec. Ryuki Sanada. Ja, hvala. Je pohvalil, da v bistvu so toliko bolj zvesti originalu, pa je nekemu japonskemu kulturnemu izročilu, da je zato podprl ta projekt in tudi se nadeja, da bo to odprlo marsikateremu japonskemu igralcu kao pot na zahod ali kakorkoli naprej. Fotografija je izjemna, mislim, da kostumografija je čist beyond, noro dobra. Pa niti ni toliko nekega, kar bi pričakoval od samurajev, hack and slash variante, ampak res politična intriga. In kako je nevarno to za nekoga, za enega tujca, kot je pač tale Anjin oziroma pilot, ki se znajde kot protestant na Japonskem, ki se pa pogovarjajo zgolj z portugalskimi jezuiti. In je tako zelo zanimiv politična drama. Tako da po 3 delih the best. Okay. Ob takem uvodu to verjetno lahko pričakujete, da bomo delali enkrat v prihodnosti, ker drugače bo mit odnajo tepu. Ali pa glave seko z Če smo pa samuraji. Igor, kaj si ti gledal takega, upam, da če tega ne bomo delali. Kaj je to Cyberpunk Edge Runners? A ni to nekaj, je to anime, ne? To je anime na Netflixu. Nastal je na osnovi igre Cyberpunk in je v redu. Konc je bil malo klišejski. Je to serija ali je film? Serija, 8 ali 10 epizod po pol ure. Vizualno je zelo dobra, zelo cool cyberpunk elementi. Prebral sem tudi knjigo, zdaj še moram samo igro, ki je osnova odigrati. Ampak v redu zgradi svet, v redu so liki. Edino, kar pa moram... Jaz gledam v japonščini, ker je anime, pa ker je v osnovi v japonščini nastala, pa imam angleške podnapise, potem pa, kjer so primeri, kjer ljudje tekstajo med sabo, oziroma voice-mind connection, pač cyberpunk, se pa to izpisuje na zaslonu z zelo malimi črkami. In govorijo japonsko, pa ni podnapisov spodaj, ker je že gori izpisano in nič ne vidiš. In pol tak, ok, pauza, dati na angleščino, da pol vse slišim. To mi je bilo annoying in to se zgodi parkrat na epizodo. No. Ampak je pač ta neka štorija, en mulo, ki ga buljajo, ki je iz revne familije in potem v bistvu edino, kak lahko dobi, pač preživi, basically je, da se upgrade telo z nek ukradenim cyberwarom in postane kriminalec in potem gledamo njegov spon skozi to družbo in korporacije in vse to. Zelo pristen cyberpunk svet. No. Okay, bom All of Us Strangers sem pogledal, ki je v bistvu ghost story, tako da sodi tu not. In je krasno. In poglejte. Okay. Ja. Mislim, kot sem rekel, že tak na nivoju tudi pol meskal je not tega Aftersana, samo da pa tudi te eni starševski odnosi, taki nekonvencionalni, zelo lepo narejeno. Je v kinu še vedno, tako da pete gledaš? Ja. In prebral sem od Johna Scalzija Kaiju Preservation Society, ki je funny as fuck. Zmanjka mu pa neke veličine, se polko na koncu prideš pa razloži, kak je knjiga nastala, je bilo, da je on delal en zelo dark sci-fi, pol pa je nameraval to v začetku 2020 narediti, pol pa je bilo zunaj vse tako bolj dark, da je bil kar reš na Twitterju. Okay. In potem se je odločil, da bo reš napisal eno knjigo, ki je malo bolj lahkotna in ta je zelo lahkotna in je v enem tipu, pač dogaja se v realnem času pisanja, je pandemija, en tip dela za firmo, ki dostavlja hrano na dom ljudem in gre na performance review in razloži šefu, kako oni tu zdaj morajo dajati ljudem več denarja, da bojo delali za njih, izkoristi to pandemijo, da pomagajo ljudem in s tem še zaslužijo in ga šef odpusti. Normalno. In mu da možnost, da postane dostavljalec pri njih in pol pa če lockdown je, no actually mora ta job vzeti, drugače bi izgubil flat.
potem pa na eni točki dostavi hrano enemu svojemu frendu, ki ga pozna iz faksa, oziroma takrat nam reče, imam en job zate. Glej, super, ti si sci-fi diplomiral, to bo perfekt, pridi na ta naslov, boš imel job intervju. In ima tam job intervju in pol ga cepijo in vse to, in mu ne povejo, zakaj si gre, in on pol pač basically gre na Parallel Earth, kjer so kaidžuti in v bistvu, ko pride do eksplozije atomske bombe, se tale membrana med pač svetovi zmanjša in ko so pač vrgli prve bombe, je Godzilla prišla skozi in to je bilo res, to ni samo fiction, ne? In zdaj pač so tele ljudje, ki preučujejo on planet in skrbijo, da se to ne bi zgodilo in potem kak kaidžuji delujejo, paraziti tam, džungla, cel tisti svet fuljene znanosti in je fun. Pol je pa tako totalno najbolj klišejsko možno, ampak je funny. Okay. Ja, pa vsi so doktori znanosti, tako da razen glavnega junaka, ki je sfaliran študent doktorski. Ja, aha, in ima sam magisterij in je loser. Ja. Se res, ker loser. Okay. Hvala, Igor. Jaz sem pogledal film Jama, ki ga je že Igor omenjal prejšnji teden, tako da, oziroma nazadnje, ko smo to snemali, to, da nimam kaj dodati, razen da je res slab. In ja, in to je to. In gledal sem film Yentl, ujel sem ga na TV-ju, film iz najboljšega leta iz koledarske zgodovine vseh časov, 1983. Streisand ga je sama sicer režirala, kar mogoče ni bila najboljša ideja, jaz mislim, da, ampak predvsem mislim, da se vidi, da je produkcijsko bil kar mal podhranjen, vse skupaj izgleda zelo gledališko na pol in tako, ampak je zelo zame taka spregledana feministična klasika, no? Skratka o ženski, ki hoče izobrazbo in zaradi tega mora fejkati, da je moški, da je fant, tam se seveda zaljubi v enega sošolca, on vanjo, ampak ta sošolc je zaročen z eno žensko, s katero ne more biti, zato ker je njegov brat naredil samomor in ga družina noče in potem on njo potisne, da bi se ona poročila z njo, ker on misli, da bo preko nje nekako lahko prišel do druge in je cel tak zanimiv trikotnik, hkrati seveda pojejo, ker je musical. Zato nisem hotel tega omeniti, da bi mi to zaintrigiralo, ampak zdaj je zvedo. Musical seveda pojejo in je tako malo homoerotičen, malo tako, ampak na koncu meni je res všeč, pa ta malo rom-koma, no? Ampak da ne bom čist spoilal konca, feminističen je pač tako. Se mi zdi zelo fin film. Tako da, Aljoša, on ve. Čakam ta. Ljudje in ljudine, to je bila že naša 184. epizoda, počasi se bližamo 200, minus 16 torej. Poslušali ste podcast, ki se oglaša na ime Obod, podcast za serijo filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Apparatus. Z vami smo bili Žiga z obljubo kakovosti Kastelic. Igor, tak sem prevedel, ja. Mito Balenciaga, Gegič. In Aljoša nisem ga čutil v Harlamu. Tole epizodo smo posneli v kinogledališču Bežigrad. Če gledate filme v KGB, ga gledate v centru z dobrimi kokicami in pivom in če smo tam še mi, potem tudi v najboljši družbi. Če vam je bilo všeč, kar ste danes slišali, delite, všečkate naš podcast, naročite se nam preko vaše najljubše aplikacije oziroma ponudnika podcastov, dajte nam kakšno ceno na Apple Podcast ali Spotify, spremljate platformo Apparatus z odličnim in raznovrstnim izborom podcastov in če imate v zadnjem času občutek, da vas ljudje ne cenijo, pokličite na 01 256 0279 in naročite Javierja Bardema na dom. Sledil vam bo okrog in vsakeč, ko vam bo uspelo zavezati vezalke, odpreti kozarec vložene zelenjave, menjati žarnico, uporabiti paličice v kitajski restauraciji, prečkati cesto pri zeleno ali izpolnite Excel tabelo, se bo veselo zadrl Lisan Al-Gaib! Na Twitterju nas najdete kot @podcastobot, na Facebooku in Instagramu kot podcast.com, obot brez pikic mest, sicer pa najdete vse pomembne povezave tudi v drevesu povezav oziroma na Linktree, ki ga najdete na dnu objave. Vabimo vas tudi na naš Discord server, kjer lahko klepetamo o vsem tekočih epizodah, o tem, kaj žanrskega konzumiramo ali bomo konzumirali.
sprotnih kratkih recenzijah in še marsičem. Na družabnem mrežu še vedno delimo tudi rajcerje, prikolce, novice sveta, žanra in druge zanimivosti in tja lahko smerite res vsa vprašanja, pripombe, komentarje, vreče peska, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. To je bila že 184. epizoda, dragi oboževalci in oboževalke. Naslednja epizoda 6. sezone je na vrsti najpozneje 26. marca. Kaj delamo, ne vemo, ampak mi trije bomo tukaj, najbrž, mogoče koga ne bo. Poslušamo takrat. Hvala vam za vašo pozornost. Ok, že ono. Ja. Chanting, ta chanter v glasbi je pa bila res nadure. Ja, le. Ja. Magija glasu. Magija. Prišla je po ona, ko je bila v Wonder Woman, je zdaj prišla. Ja. Čeprav pogrešal sem pa samo taki z Monty Pythona, kako je. He's not the Messiah, he's a very naughty boy. Vse to teh memov je pa zdaj res full. A ste videli tisto Ministry of Silly Walks, je kako pač ubežiš. Ja. Pa Prvom, ne? ono z Seinfelda, tisto je tudi Tista, genialno. kar zmaga. Ja. Kramer. Ja. Well, the spice must flow. Kar je, the memes must flow. Kako smo šli celo epizodo brez Spice Girls? Spice Spice Girls? up your life. Spice up your life. Nekaj rečejo. Ne vem, kaj že rečejo. Drugače, ful dobro je še How it should have ended, so naredili How it should have begun varianto. Aha. In je za Dune in je, ko pride oni pa reče, naj prevzamejo Arrakis, pa reče leto, ne, we're good.